Bolj in bolj, ko gledaš, nima smisla učenje na pamet. Nimaš napačnih rezultatov gledano. Imaš, ampak pač niso, ker se iz njega naučiš. Potem pač, ko daš ti v vodo, se pač veže mikropananoplastika gor in ti gledaš pa si tak, sorry, ne vem, ko mi razlagaš. Zeolitsko kolono konstantno moraš menjati, več pucaš, več kolone rabiš. Cevi po Mariboru, nekatere cevi še niso bile zrihtane. Ko si ti pipo odprl, von po gnilih jajcih za testo za pico ali pa testo za kruh. To je reaktor. Mešalec. Ja, mešalec. Te kompozite dal noter, ta princip, kot sem ti rekel, reaktorček, meša se to vse, je tu koliko plastike se naredili v zadnjem stoletju, da pač Bog pomagi. Ja, lani pred par minutami izvedel, kako se piše. To je Stradar. Danes je z nami Benjamin. Stradar. Si je zapomnil primek, končno. Ja. Benjamin, mi smo se spoznali, on je bivši cimer v študente in sem zadnjič bil glih na obiske, pa jaz razlagam, da smo podcast začela. Telo smo se pogovarjali, kaj se je zgodilo v tem času, ko se nismo zdaj videli, od marca. Pa sem zvedel, da je ful novega v šoli se zgodilo pri njem na fakse. Študira kemijo, kemijsko inženirstvo. Magisterij se bo vse lahko več sam povedal. In mi je bilo zanimivo, da nismo nobenega zdaj imela tak, ki bi bil mogoče v smeri znanstvenika. In sem rekel, da zato si tu. Mislim. Logično, ja, pač sej znanstvenik, ne, sej sem tudi iz kulturnih vod prišel nesplošno, ampak znanstvenik, ja, definitivno, ne. Mal dela, mal gore, mal dole pride, ne, znanstveno raziskovanje, kaj češ lepšega, ne. Sej. Jaz bi kje ti je tebi ljubo začel, kje se je začela tvoja pot s kemijo? Mislim, s kemijo definitivno se je začela osnovna šola, ja, nekje tam, tudi računalništvo, takrat sem tudi zelo tako, mal znanstveno, bolj v tisto smer za naravoslovne vede, tretjič gor. Smo začeli takrat delati, pa sem bil tak, mogoče računalništvo, pa kar naenkrat kemija prišla, pa sem bil tak, to je pa tudi zanimivo, da gremo mogoče to delati. Je pa še istočasno glasbenik, ja, imel sem 7 let glasbene takrat dokončane, pa sem bil tak, srednja glasbena, tudi se ne sliši slabo, pa sem rekel, pa sem 2 srednje šole šel delati, pa sem bil tak, kemijo, grem kemijsko tehnologijo, mislim, da je, pa srednjo glasbeno, tako da imam 2 mature celo dokončane, ja. Jaz tudi ne sem znal, kaj se srednjo glasbeno. Ja, 2 mature imam jaz dokončane, ja, zaradi tega, ker sem klasicist, zaradi violonča, imam pač 4 leta pol srednje glasbene dokončane, pa v orkestrih, pa nastopu, pa vsega boga, pa rečem pa. To sem ne Jaz tudi. vedel sem, da igral pa dobro, igral pa vse, pa da je talent, ampak nisem vedel, da je srednjo naredil. Ne, srednjo sem, ja, in pol, ko sem pa končal, ne vem, mislim, da se mi je nekje 3. ali 4. letnik se mi je tak se mi je zagabljal, ne vem, nasplošno špilanje ne, pa užitek ta, na primer, nastop je 3., 4., to je ful dobro. Ampak ta vadenje, 3., vsak dan moraš delati, vsak dan se moraš zbuditi, reči, gremo to delati, gremo tisto delati, moraš tisto delati, iste postopke, da priješ do neke točke. In si tak, to meni ni užitek, to meni več ni užitek. In sem pa tako rekel, gremo pa na kemijo. Zdaj, kemija je bila pa tako, ne, malo sem preveč cajta mogoče zabušil na srednji šoli, pa sem malo slabše ocene imel, malo sem se zafrknil, matura ni bila glih najlepša, ne bom tako rekel, pa sem bil tak, gremo v Ljubljano. Nisem bil sprejet, gremo v Maribor, ja, gremo v Maribor, kaj češ božga, ne, pa sem prišel gor, mislim, da prvo leto, največ mučenje mojega življenja. Drug folk, nobenega ne poznaš, čist nove ljudi spoznati, kaj šele okoliš, Ljubljano bolj poznam kakor Maribor, nič nisem poznal. Kam jeti, študentski boni, 3., 4., ljudje, nobenega, niti enega človeka nisem poznal. Pa ne vem, mislim, da prvi let, logično, nobenega ne poznaš, greš v štuka 2x, 3x, 5 na teden, logično, da se nič ne spomniš naslednji dan, greš na tisto predavanje, iz predavanja prideš, kaj sem jaz to sploh poslušal, kaj je to bilo pismo, matematika tako težka, da se ne zavedaš, kaj je bilo fizika, kaj je to. Pa nekako, pa dobro, malo ti. Pa se pa začel, ne vem, Mož te vre, ne? Mož vre pa za vežico nabirajo. Ne, pa se je pa začel, ne vem, prvi letnik sem ponavljal,
Pa me je pa nekako spravil vse, pa sem si tako rekel, da gremo, kaj si tu? Ne. Pa se je pa začel nekako tako rečeno, matematiko sem se zavedal, kako se moram učiti, pa se še fiziko nekako, kako se moram učiti. Pa smo nekako prelezli do drugega letnika, takrat je glih korona bila, mislim, da nismo imeli to vse nadaljavo, nobenih vaj nismo imeli v laboratoriju, meni pa to užitek bil delati s kemikalijam nekaj, da se je dogajalo, da magar je počel, pa si vedel, da zakaj je počel vsaj, ker si se naučil neke stvari iz srednje šole, ne. Ker v srednji šoli si imel, ne vem, koliko, na teden si imel po 8-9 ur vaj, pa si se mogel naučiti, mogel si znati s kemikalijom vse delati, samo to je že spet tista neka osnova, ko nimaš, priješ popoln na faks, pa isto ponavljaš, da priješ do neke točke. Da se s tistimi gimnazijci, recimo izenačiš, ne? Ja, izenačiš, ampak je pa tudi fora, naprimer, matematika, fizika, ko rečejo, gimnazijci ima več znanja. Oprosti, ja ima za učenje, ampak tle pa že spet, to ni učenje, to je študiranje. Realno rečeno, matematiko sem šel 4-krat pisati, fiziko sem šel 4-krat pisati, jaz sem mogel plačevati za tiste izpite. A, resno? Ja, 4. rok je kao plačljivo, ne. Ja. In jaz sem plačal in jaz sem šele, ne vem, mislim, da 3. rok, ko sem ga šel pisati, sem začel razumeti, tle ni učenja, tle ni spoh, ali se znaš učiti, ali se znaš piflati. Tle je v bistvu fora, da ti moraš se naučiti študirati, da zastopiš, kaj ti v bistvu delaš. Ne, da, naprimer, veš 120 formul, ampak da ti zastopiš, ok, imamo 10 formul, zastopim teh 10 formul, vse gre iz tega naprej. In pol šele priješ do te točke, da mogoče sem pa jaz se zafrknil, ne, da se na 4. roku tle pa plačujem. Se pa je prišel 2. letnik, je pa korona tudi že spet, kaj? Cel let bila, mislim, da takrat, ko nisi mogel nič na faksi biti ali pa karkoli, takrat me je tudi pobrali. Pa sem si še... korona? Ja, takrat... Niti pasalo, toto učenje nadaljavo? Ne, nadaljavo je bilo, imaš svoj cajt, si doma. Jaz sem bil doma. Meni v Maribor le bil pač, ko sem bil tle, se zavedaš, ok, učiti se moram. Ali pa ne vem, imaš svoj čas, zjutraj, zvečer, noben ti ne tečnar, jaz sem prišel domov, starša sta učila od doma, moja 2 starša sta oba pedagoga. Zdaj pa je fora, oče uči drugače harmoniko, obe 2 harmonike, torej klavirko in diatonično harmoniko. Mama je pa učila nauko glasbe, uči nauko glasbi, pa še klavir. Zdaj pa predstavljaj si hiša, 2 sobe, v eni sobi je oče učil harmoniko in se drl na učence, zaradi tega, ker ni tako nobeni poslušal. Logično preko tistega Zooma, ponga, to je mučenje. To moglo biti grozno. Mučenje. Pa glasbo očitno daljavo. Ja, glasbo nadaljavo. Kako ti spoh otroku obrazložiš, kako more pač karkoli pritisniti. Ne moreš mu niti pokazati, ne moreš mu prstov pomagati. Ja, spoh ni bilo logično. Enega je imel v 1. razredu, to se tak sliša iz tiste učilne, pač iz tiste sobe, jaz sem bil sam tako, je to. Jaz sem na koncu bil, mislim, da v kuhinji, pa sem se učil tam pa poslušal stvari matematiko, 3., 4. sem bil, sem tak, ok, v redu, kva naj zdaj jaz naredim s tem. Pa je... Ampak to teh 4-krat, kaj si šel na izpit, ne? Moraš reči, da z napak se večiš. Realno se iz napak ful učiš. Ja, definitivno bom rekel. Ker veš, ponovaj pravijo, da ti bi mogel učbenik 5-krat prebrati, oziroma 7-krat prebrati skozi, če češ, da si trajno zapomniš neke zadeve. Definitivno. Sej ti neke stvari ti že takoj ostanejo v glavi. Definitivno, naprimer, sam je to že spet, naprimer, kemija tle gor je posplošena, že spet bom tako rekel, matematiko, fiziko imaš v 1. semestru, pa v 2. tudi, pa imaš anorgansko, organsko, pač karkoli se naredi. In to sta prve 2 leti je ful splošno znanje, ful odprto znanje. Tu moraš kao znati, da ti priješ lahko sploh do tiste točke, kar pol ti hočeš študirati. Se ne bom rekel, 2. letnik sem tudi, naprimer, padel. Tako da jaz sem 4 leta delal 2 leti. To ti unič vse sanje ti unič. Ampak pa nekako sem prišel v 3. letnik, tam se je pa začel. Ti se pa zelo selekcioniraš, v kako smer ti sploh hočeš iti in vidiš, ok, jaz sem se odločil, naprimer, jaz sem iz VS programa, eni so na Uni, kar je kemijsko inženirstvo, mi smo pa kemijski tehnologi. Kaj pa recimo razlika? Ni glih velike razlike, glih to je fora, mi smo imeli iste programe, ker tle ni se razlikoval glih tuk velik program, zdaj so ga zelo bolj ločili in je tudi bolj, kako naj to rečem, na te mlajše generacije ful bolj nežno vpliva. Žal ful bolj nežno to vpliva, kar pa meni tu ni všeč. Kaj sem jaz mogel dati skozi ta faks, muč se, da sem ga naredil. VS so torej malo... Ničken, sem že spet tu ni tukaj velike razlike, zaradi tega, ker so isti profesori.
In ne znajo drugače učiti, kot pa uni, ker so prej učili uni in vse skupaj, kako ti zdaj ločite te dva programa. To je zelo velik problem še zdaj, zaradi tega, ker nimajo dosti profesorjev, naprimer. Zdaj se je začelo zavedanje, kaj so v bistvu se zafrkali že od začetka, ko so naredili. Ker mi smo bili, naprimer, 150 ljudi je bilo na kemiji upisanih, na celotni kemiji, torej kemija, čista in kemijsko inženirstvo in vse. Mi smo prišli... Kemija čista tudi? Ja, tudi zraven. Ja, zdaj pa ti prideš, naprimer, v največjo predavalnico, mislim, da je na univerzi. Kje je že pismo? Na univerzi čisto odspodaj, največja predavalnica, 150 kemikov, kemijskih inženirjev, kemijskih tehnologov. Prideš kaj dol, prvo predavanje anorganske kemije. Jaz sem tako rekel, do prve matematike kolokvija je bilo dokaj v redu. Po prvi matematiki kolokviji, to je bilo fertik, 75 ljudi, ne vem, pol pa kar začneš, pol se pa začne selekcija. To bi si mislil, ker že po prvem, ne, selekcija tako. Ja, ne, huda je. In pol 60 nas je samo še hodil, pol se ti pa tudi ne da več pismo, sorry, jaz sem to 3-krat poslušal že na srednji šoli, zdaj bom še enkrat lepo poslušal. Saj ni nič drugače, to je samo splošna kemija, ko jo že itak moš kao znati. Pa imaš kakega kolega oziroma sošolca, ki je isto dal toliko izpitov skozi, pa še vedno strava tak ti? Ali večina že obupa? Bom tako te rekel, vsi moji kolegi, ko so bili naprimer v prvem letniku, eden je zdaj magistriral čez 1 mesec ali 2, ima magistersko zagovor, vsi ostali so nehali. Vsi ostali so šli na druge fakse. In to je bilo 10 ljudi, s katerimi sem se jaz razumel, vsi ostali so šli. Neke vrste je to dobro, ostanete tisti, ki se to res želi. Sej, veš, kaj je fora, naprimer, to glih ta del, 3. letnik, do 3. moraš ti pregurati. Ko pa 3. prideš, sej drugi je tudi zelo lažji, kot prvi, ker nimaš več tiste matematike, fizike, kot je res, tam je selekcija. Priješ do kemije, kome prav. Ja, do tiste kemijskega inženirstva, to, kar ti moraš v bistvu delati. Tudi, naprimer, razlika Ljubljana pa Maribor, ful drugačna programa. Čeprav je isto kemijsko inženirstvo, to je čisto druga program. Ker, naprimer, v Ljubljani sploh nimajo 3/4 stvari, ko jih mi delamo. Ljubljana ima pa nekaj bolj na kemijsko gledano, mi imamo pa ful bolj na ravno inženirsko gledano. Pač kaj moraš ti noter dati v proces, kako ven dobivaš iz procesa, neke logične, naprimer umestne stopnje, da ti preračunavaš, da ti reguliraš, da ti nič ne poč, pa tako naprej. To so ful zanimive stvari, sem to kasneje vidiš, zelo kasneje vidiš. S časom mislim, da, daj se to začel, mislim, da 3. letnik se realno začne videti razlika med tem. In mi, ko smo v 3. letniku, ko sem jaz prišel, mislim, da sem takrat začel, jaz pa v tem uživam. To mi je ful fajn. Čeprav smo imeli en predmet, ko ga še zmeri sovražim, čeprav zdaj ugotavljam, da sem se ga takrat naučil ekonomija. Mater božja, sem ga sovražil do končule. Ekonomija ti je bila tako težka, oziroma mislim neprijetna. Ekonomija kot sama ekonomija za računanje, ful dobro. Yeah. Ekonomija kot teorija, kaj je stora, neke sekte vedi tam noter, zakaj je stora. Ja, neke sekte noter sem enkrat probal, kaj je stora vedeti. In pol glih to na kolokvi pride, pa se tak, ja super, glih tega si nisem pogledal. Glih to se zgodi. Glih to je. To se meni zgodilo na maturi pri matematiki. A ja, ono? Ja, obrestni račun, pa moja mama je matematik, mislim profesor za matematike, pa jaz njo vprašam, kaj to že bilo kdaj na maturi, pa meni ona reče, ne, mislim, da ne. Te pa sem rekel, dobro, te z tega nam pogledal in glih to mi dobimo tisto leto, ne. Nič, nisem znal niti osnovne formule, nič, ker sem nisem niti malo pogledal. Ja. To pride tako, ne vem, mislim, da bolj in bolj, naprimer, tiskrat ne pričakuješ, da bo gor, to se zmeri. Moraš si pogledati. Moraš si pogledati, ker definitivno bo gor. Vsaj en delček. Ja, ker tisto, kaj najtežje bo, da ti pač profesor do za tisto višjo oceno, recimo, ali pa nekaj. Ja, se glih to, ja, to so pa tiste nijance, ne, ko jih imaš. In pol me je pa ena profesorica dobila, to je pa, mislim, da 2. semester me je pa ena profesorica tako zapacala že v 1. semestri, ko sem bil pri njej na vajah. To je 3. letnik? To je 3. letnik, ja. V 3. letniku imaš 1. semester, ful dober predmet se reče kemijska reakcijska tehnika, odličen predmet. Jaz vsakem, ko rečem, naprimer, če pride na kemijo in je iz VSA, naj si vzame kemijsko reakcijsko tehniko. To je najboljši predmet, ker se šele takrat zavedaš, jaz ram to znati, da pridem do te točke. Pač zelo je tako posplošen predmet, ampak predmet, ko ga boš uporabljal skozi celo svoje življenje, če boš v kemiji. Ful tak predmet je. In profesorica ni nikoli zahtevala, da ti znaš vsega. Profesorica je rekla, ti imaš lahko vse sabo, torej teorijo celotne vaje, vse rešene primere, kar hočeš, stare izpite, kar hočeš prinesti. Ampak je pa zahtevala, da če imamo vse sabo, da se ne plonka, logično. Se ne moš plonkati, ko boš pa plonko, se imaš vse sabo. Pa še takrat rečeno,
ne vem, koliko jih je naredil, 75% jih je naredil. Če to gledaš, to ti pristop uporabe tega literature, ki jo ti imaš na razpolago, ti to ali tako to uporabljaš v praksi. Ja, To bi moglo več predmetov biti tako ta strukturiranih. princip je dober, zaradi tega, ker naprimer, itak ti nikoli ne boš rabil znati na pamet vseh formul. Ajde, v kemiji ti rabiš 20 formul vedeti, ker so ti logične, skozi jih uporabljaš. Vse ostalo je pa tako, ne vem, jaz se spomnim, ko je bilo prejšnji let na magisteriji. Formula je bila čez celo pač tako vrstico napisana. Kako si bom zapomnil, kjer fi je tam noter, pa dej na seriji. Ampak pač tako nekako pride, a ne, in so rekli pač, da to je bolj tako ne razmišljanje tvoje, gledajo. Pač, a ti znaš študirati v to smer. In to je ta princip, naprimer. Zakaj se mi rabimo teorijo učiti, če pač itak ne rabiš ti te teorije teoretično znati. Pač ne rabiš je, zaradi tega, ker ne boš glih uporabljal v tem smislu. Ti itak lahko literaturo pogledaš, pa si pol greš iz tega naprej gledati. Za razumevanje je vrej, Odlično. za problem solving pa Neuporabno. ja, Realno ni učenje uporabno. na pamet, ne. Nima smisla. Bolj in bolj, ko gledaš, nima smisla učenje na pamet. Sem to Ja. to je Jaz cel sem- šolski sistem, a ne? Ja, jaz gledam na to, jaz se mogoče tako tolažim, da gre za treniranje možganov v teh letih, ko imaš ti še možgane, do neke mere natreniraš, da je fleksibilno, da si zapomni določene stvari. Jaz to tako jemljem, morate se tolažim, tako pa šolski sistem s tem. Ful ne rečem, šolski sistem sam po sebi zelo dober, ajde, danes pustimo, kak je, ampak zelo dobro je strukturiran. Če mene vprašaš, imamo ful dober šolski sistem. Močen je, zelo je močen. In do srednje šole se strinjam. Tam se rabiš učiti. Ampak po srednji šoli ti se teoretično ne moreš več učiti, tam sam študiraš in je fertik. Ne moreš se nič novega tako naučiti, ampak sam študiraš svojo glavo. In moraš priti v tisto smer, kar je pravilna, če mene vprašaš. Samo to je pa tudi težko, ne. Pač dokler ti ne veš nekih osnov, to pa rabiš se naučiti, ne, že spet. In tle ta niansa pride med študiranim učenjem, ne, ko je v bistvu boljše, ne, pol na faksu. Kaj sem že, preko, pol me je ena profesorica dobila, a ne, v roke in ona je rekla, prid na projekt. Jaz sem takrat rekel, mislim, da jaz bom do diplomca končal, konec, fertik, jaz grem na šiht. Ja. Prav. Koliko? 5 let, ne. Pa to je bil 5 let. ŠIUM projekt? Šium projekt, Ja, ja. Šium NO je bil, Aha, prav za VSOVC, ko je bil odprt, ko smo sodelovali z Ferjem. Prav, tako da FKKT je s Ferjem sodeloval. Ja. Oni so neke modele delali za nek reaktor, mi smo pa delali pač tiste rezultate, ko smo jih dobili, da sta oni dva uporabljali, da se je nekako za kefir, vodni kefir, za eno firmo kefirko, mislim, da je bilo nekaj tasga. In smo delali neke modele, se mislim, da je celo plakat bil objavljen, pa neke take stvari. Ful dobro, ne vem, naučili smo se in takrat me je v bistvu navdušila na tem principom projektno delo, v bistvu razmišljanje in raziskovanje. V bistvu nimaš napačnih rezultatov gledano. Imaš, ampak pač niso, ker se iz njega naučiš. In je to prišlo do te točke. Ja, glih to je fora, Ja, ne, ja, tisti razumem. napačen rezultat ni napačen. Veš, da je to napačen rezultat, Ja. ampak ok, če priješ do te točke, že spet veš, kako reagirati, da bo pravilen rezultat pol na konec dneva. ne. Fez dobro razmišljanje. Ful taka je, zelo je tako prišla in pol je enkrat rekla, da je pet na magisterij. Ajde, prvič rečeno, ne, drugič rečeno, ne, tretjič rečeno, ne, pa četrtič, pa že malo tako začne. Pismo, zakaj si mi ti štirikrat zdaj rekla pet na magisterij? Pač, a ti nekaj vidiš v meni ali ne, a ne? Se ne bom rekel, takrat sem imel še zelo veliko podpore, pa ljudje, ko so bili okoli mene, takrat, ko sem še imel, so vsi govorili pet na magisterij, pet na magisterij. Dobro, da so bili še nekateri ljudje, ko so govorili 5. Ker ne bom nič rekel, starši doma se verjamete, ampak moj oče se je tako smejal, ko sem rekel, jaz grem na magisterij, on se je začel smejati, ker je bil znak 5 let si rabo, Ja, da dobi diplomca, kaj zaradi se tega, zafarkavaš 5 na šiht, ko vidim, da ne boš. Pa se je pa začel glih ta del, ne, pa priješ na magisterij, čist drug princip, čist druga niansa, kako delaš, kaj delaš, zakaj delaš in začneš projektne naloge delati. Na splošno med predavanji imaš projektne naloge in začneš uporabljati programe, katere ti prej sploh nisi vedel, da obstajajo. Aha, no, torej začneš to te praktične uporabe. Praktične uporabe programe. stvari, ko si se jih naučil. In pa se še dodatno učiš. In glih to sem prej rekel, ekonomija, ne. Kak je s to sovražim. Ampak bolj, ko prihajam v to, pač zdaj v to pač smer, ker sem, sama ekonomija je. Vse sama ekonomija. Sam ti gledaš čim bolj, da boš naredil neko obrat ali pa
neko sintezo nekega zdravila, da bo ekonomično fair, pa da bo varna. Torej, logično, čim manj, da boš noter vlagal, čim več, da boš dobil ven, a ne, pa da ne bo kaj počel. Logično, pač, če kaj poč, fertik, takrat se pa začnemo, tožbe, gremo, pač kaj češ božga. Tako pravo tudi obvladaš. Smo rabili drugače. To si, mislim, da je kemijska varnost, en prav predmet, ne moš ga narediti zaradi tega, ker si sam tak, kjera tožba pa pride, če to naredi se. Si že bil sam tak, to je pa ta člen, pa tle je tudi noter, ampak to so sam kemijske, tako da to je bilo 2 strani, ko si je rabo znati. Pa dobro, se ti se bilo kar tako zanimivo, bom rekel. Tudi profesorca zelo taka človeška. Ni tukaj zahtevala znanje, bolje je rekla tako, pač logično razmišlji. Pač če kaj poč, kaj se lahko naredi, kaj ne boš naredil, da ne bo počela, ne, pač taka je bila zelo. Zdaj pa prejšnji let me je pa tudi noter pobrala, ker sem bil v 3. letniku. Prvi letnik magisterija. Jaz sem bil v 3., ker sem bil na enem projekti, me je koordinatorka za projekte malo tako za svojega vzela, ker sem bil dosti priden, pokazal sem neki interes, zelo sem delal, skozi sem bil pač tam, ni mi bilo problema zaradi tega, ker me je zanimalo. Ta koordinatorka za projekte me je pol vzela v roke, pa jaz sem tako rekla, naslednji let boš pa šel na ta naš projekt, ko ga imamo, ko se odpira vsak let, 6-mesečni projekt, Kiki projekti se rečejo na FKKT. Odlična stvarca. 6 mesecev delaš, raziskuješ in smo bili 4 noter. Študenti? 4 študenti. 2 smo bila iz kemijskega inženirstva, iz magisterija, pa 2 so bile iz kemije. Torej, prva stopnja kemije, pa druga stopnja kemije. Torej, magisterij pa do diplomce. Tako razlika. Ja, ful je bilo tako. In smo delali neke nove sinteze, magnetne nanodelce, kao delaš, in smo se razdelili na 2 skupince. Ena skupina je delala bolj laboratorijski del, ta kemični del principa, ne. Mi smo pa začeli uporabljati mikroreaktorje. Pred 2 leti smo dobili na naš faks, mislim, da mikroreaktorje, sem drugače se reče, procesne enote, tako ful mehne, tak reaktorček pride, kakor Lego kocke izgledajo. Ti zraven daš eno, malo preračunaš, koliko so cevi dolge, pol pa začne laufati. Sam, če ne uporabljaš, ne laufati v klepo, ne. Pa smo pa mi začeli konstantno uporabljati in so magnetni nanodelci zelo se hitro šopali ven in pa si jih pa počistil, par analiz naredil, da vidiš, če je to možno sploh. Pa si pa gor vezal zeolite, ko jih pa tle dobivamo iz ene firme, mislim, da tam, ko se aluminij, ko še prideluje, iz taluma, ja. Ima še eno mini tak firmico tam zraven, ko zeolite dela. Tu se pa uporablja za čiščenje vod. In zdaj ideja je bila v bistvu od začetka, da mi čistimo mikro- in nanoplastiko iz vod, iz kompozitov, ko so pa narejeni iz magnetnih nanodelcev, pa zeolitov. To je ful preveč zakomplicirano, kar sem zdaj povedal, ampak princip je, da imaš ti magnetni nanodelce, ko je čim bolj sferičen, pač okrogle, pač da je čim bolj, pač kakor kugelca narejen, čim večji, da pol vežeš na to zeolite, zaradi tega, ker se zelo lepo vežejo. Probaš narediti, da se ne odvežejo, da so dosti močne pač vezi in gor na to potem pač, ko daš ti v vodo, se pač veže mikro pa nanoplastika gor in pol daš ti magnet od spodaj, so se magnetni nanodelci dol, odliješ vodo, imaš ti čistejšo vodo. To je zdaj nek princip, samo to so nove ideje, ko so pa še, ni reference na internetu, ko govori o tem. Ni reference. So probavali, ampak ne morajo. Prav ne morajo. Jaz sem hotel, ker bi, ne vem, morate mi Patrik poslati kakšne researche že odprej iz tega področja, ker bi se jaz malo prebral, ker bi bolj razumel, o čem se bomo pogovarjali, ne. Ja. Samo ne sem nič doba. Ne, saj to je res nova. To je čisto novo. To je čisto novo, to ne obstaja reference. Kdo pa te financira? Financiruje faks, naš faks. Faks sam? Ja, faks sam. Kdo pa faks financira? Ja, tam gor, nekateri, ne vem. Ne, to si financirajo se iz projektov drugače. Vsi projekti, ko se delajo, so pol financirani še dodatno iz nekje, ampak zaradi tega, ker ti delaš ta projekt, dobivamo nek sklad, neka fora je za tem. Kaj ko jaz sem na FSE bil, v fakulteti za strojništvo, smo imeli tudi ŠIUM projekt in je bil norveški sklad je financiran. Ja, mi imamo ŠIUM NOO, se financira, vem, da iz Mariborske univerze. Tukaj jaz vem, za Kiki projekte pa mislim, da financira naš faks, ampak to dobiva pa finance iz raziskav in tako naprej od firm pa tega. In se glih to je fora, naprimer, ta raziskava je tako randomni prišla in pač itak, da mi smo dobili nek sklad, se je dobil takrat za tate kupovanje nekih ful naprednih tatih stvari. In takrat je glih ta ideja prišla, da bi probali se to narediti. Se pa smo šli tudi dol na mednarodno konferenco,
to pa bom tako rekel. Stopnja, naprimer, razlika med tem, bom tako rekel, razlika med predavanji, ko ti en profesor nekaj daje, neko znanje, že tako profesori, naprimer, ne bom rekel, niso pedagoško podkovani nekateri, ne znajo svoje znanosti, oni so ful prepametni za to, kar delajo. To je splošno znan in problem. pol ti moraš razlagati človeku, ko ne ve, kaj se dogaja, in on ne more preklopiti med tistem, da pač, ti mogoče ne veš, a ne? In pol ti začne razlagati o nekih niansah tam noter, o nekih regulacijah in ti gledaš pa si tak, sorry, ne vem, kaj mi razlagaš. Pač in se ti pol ne da spohoditi na ta predavanje in si tak, pač ne bom nikoli prišel do te točke, da te bom razumel, a ne. Pol pa smo prišli kaj dol, tam se pa začne, res tam se pa vidi, naprimer, kako znanje, kakve nove tehnologije, kaj sprobavajo narediti, zakaj se kaj dogaja. In smo mi dol prišli s plakatom in mislim, da edini študent, nisem siguren, mogoče še kak bil, nisem 100%, če je bil. Drugače pa sami tati naši, ali so bili naši iz Maribora, ali so bili profesori, ko so dali, ali so bili inštituti, ali so bili drugi inštituti iz drugih držav, neke firme, ko so imeli plakate, vse v angleščini, sama angleška, to je mednarodna, tako da vse se v angleščini govori, niti ene stvari v slovenščini. No, ker o temu pa bila konferenca? Krožna in gospodarska, neke krožne in gospodarske, čakaj, kako se technological, TBMC, technological and business models for circular economy. Za cirkularno ekonomijo, imaš tehnološke pa biznis modele, ko jih delaš, da se lahko uporabljajo v cirkularni kemiji. Kot neke produkte, ki lahko daš v praktično uporabo nekako. Ja, to je princip, zaradi tega, ker naprimer tate zeolitko, kar sem prej rekel, zeolitske kolone se drugače uporabljajo za pucanje. Zeolitska kolona sama po sebi stane. In ti zeolitsko kolono konstantno moraš menjati, več pucaš, več kolone rabiš. Torej, naprimer, več se uporablja, torej, naprimer, en mesec moraš novo kolono nabaviti. Ja, to je cena že. Tate magnetne nanodelce pa, da bi se lahko konstantno uporabljali, sploh jih ne rabiš menjati pol teoretično. Mogoče po nekem času, ampak dalje bi zdržali, pa ceneje je realno narediti magnetne nanodelce z zeolitom, kakor pa zeolitsko kolono samo po sebi, ko je tu je tuk mašineraja gor, pa tuk preračunavanja, da Bog pomagi. S tem se zdaj trenutno čiste, če prav razumem. Ja, z zeolitskimi kolonami se zdaj čisti. Vodo, ne samo vodo se z destilacijskimi kolonami, pa s takimi stvarmi se pač čisti, da se pač odpravi ta mikropananoplastika. To je določen delež, ne? Ja, ampak to ni naš glih problem. V Evropi nimamo problema z mikropananoplastiko. Ful več problem je to v Aziji. Azija, Amerika, to so veliki problemi. Plastika. Pri nas še ni tako fest tudi. Ko pa to te vode, veš, uplastenčene vode, kaj so plastenke, pa da pa je to vseeno mikroplastika. Je noter, definitivno, 100% je. Kaj je boljše? Kera bolj čisto? S pipe, recimo v Mariboru, zdaj če se navežemo na Maribor, ali s plastike, s plastenke? Mislim, definitivno je s plastenke, zaradi tega, ker mora biti, tudi bolj regulirana je. Te ima gaš priprav. Ne, mora biti... Čakaj, s pipe je bolj čista ali umazana? Bolj umazana. Logično, zaradi tega, ker cevi po Maribori, nekatere cevi še niso bile zrihtane. To lahko kar direktno rečem. Se tudi od pipe, na koncu lahko odvisno. Ja, to je ena stvar. Korodira ti lahko vsaka stvar tam noter, če mene vprašaš, stoji ti 5 minut voda noter, pa če se bo začela kemijska reakcija. Itak logično, zaradi tega tudi je klorirana bolj voda iz pipe. Zato tudi čutiš, naprimer, ta okus. Razlika, naprimer, gor, ko smo bili na Islandiji, prejšnji let smo bili še, ta let smo bili še na Islandiji, ko si ti pipo odprl, von po gnilih jajcih je bil von. To je tuk smrdel, da smo bili samo tak, pa zakaj tuk smrdi to? Ampak tam okus vode je bil pa 2 do 3 boljši. Zaradi tega, ker imajo pa tiste grelce in to je čista voda iz gejzirjev, ko prihaja ven. Čeprav je ful velika koncentracija kisline noter, pa če lahko te razžre, so že tudi kaj ga najdli v kakem gejzirju, pač sam kosti, pustimo ta del. Ampak, če ti sam znižaš neko koncentracijo tete kisline noter, to je ful bolj okusna voda. Ful bolj čista voda, bom tudi rekel. Ker tam, ko pa ti lahko pride zraven še, neče drugega, sej vulkani so, pa to je to. Plastike jedva, da imajo kaj tam gor, ker so tuk čisti. Tle pri nas v Sloveniji ni še tak velik problem, ni tuk velik plastike. Imamo plastiko, ta plastika ne gre v vodo, redko. Ni tukaj velik procent.
Pa imaš pa druge države, se naprimer Singapur, Singapur je naredil to, da kao morajo plastiko regulirati in tako naprej in gore dole, ne. Sam pol imaš pa še, pol imaš pa naprimer tiste druge države, sej Hongkong je največ problem, pa tete Kitajci, Indija, to je hudo. Ki živijo drug na drugem, Ja, veliko maso ljudi na malem kvadratnem metru. Kultura njihova je, da vrže stran naravo, ne? Ja, glih to, tam jih boli ne. Sej ne rečem... A pa Japonska, ki je kao čista Japonska je pa ful čista. To pa moram reči, kolega je bil en let nazaj tam, pa je rekel, ti plastično čakaš, da priješ do prvega unga. Če ti vržeš na tla, ti boš tukaj, mislim, da je rekel, da je okul Jurija, da moraš plačati kazni. Ja, da ti sam vržeš papirček na tla. Oni prav s sabo nosijo vrečke, da si dajo noter pač odpadke. To je šokantno, kakva razlika je v kulturi. V Singapurju je prepovedano, recimo špukat po tle. Ja. Da veš, recimo... Se meni je to ugobno zvedno. Sem to je že onesnaževanje, veš? Veš. Ampak to ti ni logično, zaradi tega, ker živiš v takih državah, ne, ko smo... Pač ne vem, kako pločevi. Balkanski vpliv, ne? Ja, glih to, mislim, da balkanski vpliv bolj vpliva na nas, kakor pa avstrijski. Mi smo ful bolj živimo na nivoju, kakor pa balkanski, ampak pač imamo pa še zmeri ta vpliva, ne, prihajajo tam dole, veš, da gor. Ja, no, pa smo bili pa tam dole na TBMC, pa smo zmagali, edini študentje. Najboljši plakat. Ja, v Portorožu. Najboljši plakat smo dobili. Smo 500 € dobili. To za misel bila... Fora je bila, da vsi plakati, naprimer, to je bilo glih zanimivo, ko sem govoril o reference. Plakat smo naredili tak A0 plakat narediš, a ne? In smo ga pač, kolegice so ga naredila, jaz tle ne bom nič rekel, jaz se nisem tle zraven. One so pisale, ti si samo ideje, demo, ne? Ne, jaz niti tega nisem, zaradi tega, ker jaz nisem za te stvari. Jaz ful nerad pišem stvari, to je taka stvar za mene, jaz že z diplomo, ko sem jo pisal, to je bilo tako mučenje. Če takrat mi ne bi pomagala ena gospodična, jaz ne bi tiste diplome naredil nikoli v življenju, joj, kak je to bilo meni mučenje. V zahvali si jo izihar omenila. Ne, nisem, ker je sama zahvalo napisala, pa je rekla, da se ne bo omenila noter, če bo karkoli narobe šlo, še dobro, da se ni noter upisala, sem tako rekel, hvala Bogu. Ampak je pa bila fora res in so rekli, pač, da bojo na plakat naredili. Pa sem bil tako, kaj rabite, pa tako rečejo ne. Pač vemo, da nisi glih najbolj s tem, bomo me. Jaz sem bil zmeri v laboratoriju bolj in tudi užival v tem, pa tudi večkrat sam šel kaj probavati, pa videl, če se kaj spremeni, tako naprej. In pa se je glih ta fora naredila, da ko smo prišli dol, pa smo dali ta plakat gor, smo bili tako, ajde, mogoče. Če pa ne zmagamo, prav neka zajbancija je bila. Eni so iskali tam dol v Portoroži enega psa, Italijani, Miss Scarlett, in je bilo 500 € nagrada. 500 € je bila pa nagrada, če bi mi zmagali, naprimer. 500 € bi pa dobili, če bi psa najdel. Pa smo bili tako, če ne zmagamo, gremo pa v tistih 4 urah psa iskati. Če ga najdemo, 500 €, kaj češ božga, ne? Si na istem. Ja, na istem, si win-win situation, smo rekli, kaj češ božga. Pa smo se pa skozi une listke, imel si 3 ljudi, ko so ocenjevali in mi smo zraven skozi plakata stali. Tako da, ko je prišel zraven, smo bili še za nalaž, a vam kaj povemo, a vas kaj zanima. In je ena profesorica je vprašala, ni bila v tem, da bi ocenjevala, ampak imel si pa še vote od ljudi, ko si lahko votu, za kjer ga boš. In ona je bila sem tak, zgolj pa vi nimate nobene reference gor napisane. Vsi plakati z referencem tako po 5-6, če ne več. En plakat je imel tako 12 referenc, jaz sem bil sem tak, pa pismo mi nimamo niti ene reference, ko naj zdaj mi tle se tekmujemo z njimi, ali ko ga lep zgleda, ono, 3, 4. Ampak mi smo skozi tam stali in smo skozi hoteli obrazložiti, kaj je fora, zakaj, kako, ono, 3. In pa so vsi začeli, ok, v redu, pa smo imeli še našo koordinatorko za projekte, ona je tudi Sonček, če mene vprašaš. Ona zmeri tako, za cifro 28 ali 23, neka fora je bila, ker smo si jo tukaj zapomnili tam na tistem TBMC-ju. In pa so že začeli, kjer so tu. In pa smo mi bili tam zraven gala večerja, vsi profesori, vsi zrihtani, vsi tako nekako. Pa kar niste vedeli, če ste šli psa iskati. Ja, mi pa tako pismo, mi gremo tistega psa iskati, že tako tuhtali. In pa se pa začne, ne, ampak to so naprimer še zmeri ljudje. Ti si ful spoštovanja imaš do njih, ne? In pa začnejo govoriti tiki me. Ne bom te tiku pismo, mi smo
Tisti večer mislim, da smo tako veliko spili s profesorji, mislim, da tu so se kar vini, so se točili naprej, jaz tako gledam, pa kje je pismo ta vin prihaja. Samo tako glih veš, da so oni isto ljudje kot ti, ne? Ja, in potem se začneš pogovarjati in potem me ena profesorica glih tam dol, izpit sem še pisal, preden sem šel dol, da bom šel v naslednji letnik, v drugi letnik magisterija. Jaz pridem ka dol, sem ga odpisal, pridem dol, se nekaj menimo gala večerja, to je 2 dni kasneje bila, mislim, da je, in tako reče, si že pogledal, če si izpit naredil, ena profesorica, in jaz tako, flag, zdaj si me spomnila glih zala, veš, da ko sem že tako 3 vine notra, ne, pogledam, pa tako rečem, 9 sem pisal. 3 deci noter, pa jaz ko gledam, ok, vredo, očitno gremo danes do daske, kaj ti naj. Res, to so tak splošni ljudje, ko se sprostijo. To se ne moš na faksi, ne? Logično. Misliš, kaj mogla zdaj cenzuro narediti, kaj dojezni profesori, če se to objavi? Ne. Se ni bilo... Ni bilo imen, ne? Ne. Sej zato nobenih imen raj, ne. Ampak ne, ful dobro tako. In potem je tam dol tudi ena profesorica tako vpraša, ti šel naprej to delati, kar smo mi zdaj delali. Pa jaz tako, ko pa bi delali, pa tako reče, vidimo, da je možno to delati. To smo zdaj s tem dokazali. Ta projekt je bil v bistvu, da vi dokažete, da je to možno sploh. Zdaj bomo pa midva šla lepo na korak 1. In jaz tako korak 1, pa tako reče, sinteza magnetnih nanodelcev, da čim večje dobimo, da čim manjše dobimo, da čim bolj tako naredimo. In da čim bolj poceni? Ne poceni. Glih to cenovno zdaj ne smemo gledati. Od začetka moš ti gledati efektivnost moš najprej raziskati, potem pa cenovno gledaš. Zaradi tega, ker prvotno, če ti hočeš, ali pa karkoli, naprimer patente, 3. 4. projekti, ti najprej rabiš nasplošno najti najbolj optimalno rešitev, da ti bo to delal na 100% nivoju. To je ful težko drugače doseči. Kemija 100% nivo nikoli ne boš dosegel. To je, 75 jedva, da dobiš. Če dobiš 98, si lahko tukaj happy, da bolj ne bi mogel biti happy. 98 zato, kakšen pogled? Da je pač ti čisti. Učinkovitost. Ja, učinkovitost. Da konstantno dobivaš iste rezultate. Nikoli jih ne boš dobil. Zaradi tega tudi rečemo, naprimer, kemija ni nikoli 100%. Zaradi tega, ker zmeri se lahko kaj zelo mehen madež ali pa neki zraven, da je. Zmeri se te lahko neki zelo. Modra galica, sintetiziraš modro galico, ne dobiš modre ven. Ko se reče modra galica, pa dobiš zeleno ven, pa jo gledamo, pa smo bili tako enkrat, pa kak zeleno dobil, kaj se je pa naredil, pa tako ena reče, mogoče en ion narobe skočil, pa je tako, en ion pa je cela zelena, možno je. In to je glih ta, nikoli ni 100%, zmeri se lahko neki zelo, In pa je glih to, pa sem tako rekel, da bi pa šel, zdaj pa magistersko delam glih na to temo. Magnetni nanodelci, pa te stvari, da čim večje dobimo velikosti, probamo čim bolj pač sodelovati, da vidimo naprimer na ne rentgenih, kako se reče, na X-rayu, pač tam rentgenski, X-žarki, pač ti gledaš v bistvu na mikroskopskem nivoju, da čim bolj znaš opisati velikost, obliko, 3. 4. ker hočeš čim bolj sferične, Zdaj pa v laboratoriju kot samem ti lahko narediš pač magnetne nanodelce, ampak oni niso sferični, paziti to, oni so tako povsod, vse možno, imaš ene tako 15 do 20% sferičnih, res, lepo sferičnih. Pomaš pa ene take oblike, ko sploh ne veš, ko lahko z njimi delaš. Nič ne moraš z njimi delati v bistvu na koncu. Si lahko, ampak a bo to zdaj 100%, koliko je v bistvu možnost, da bo konstantno to, da ko pa če je kakšna napačna oblika, kak te bo to zafrkati v tem sistemu. Ja, in potem smo rekli, glih tle, naprimer na mikroreaktorjih, tle pa zmeri dobiš take velikosti, pa oblike, čim bolj take oblike dobiš in ni problemov tak velikih. In zdaj pač probavamo čim večje velikosti, manjše, 3. zaradi tega, ker se še gre za eno doktorsko naprej, hudo. Zdaj pa še različne zaulite, da vidimo, če je kaj narobe bilo, 3. Pa bomo pa videli naprej, ker pač možno še na doktorat, da gremo. Veš tistega, ko ne veš, če bi šel na magisterij, še doktorat na koncu. Ker zdaj nisi nič rekel, da bi kaj failno na magisterij, ne? En predmet nimam narejen, en predmet nimam narejen. En predmet, to ni nič, predvidamo, da si mogel ponavljati letnik, recimo. Ne, ful je, 3. letnik sem tako naredil. Pač meni je bilo šokantno, koliko easy je bil drugače 4. letnik za mene. Tudi 1. letnik magisterija ni neki ful več poročil, ful več seminarskih nalog, ful več samostojnega dela. V bistvu ker ti že razumeš stvari, glih to je fora, naprimer, te prepustijo, da vidijo, a znaš ti tako še razmišljati, mogoče. In potem probavajo in glih ta profesorica, ko me maze, je tako rekla,
a ti razmišljaš za doktorat? In to je vprašala v takem času, že spet, ko sem bil tak, ne, zdaj pa vem, jaz bom šel dol v Krko delati, ker takrat je bilo še zmeri Krka, gremo v Nov Medved, zaradi tega, ker je pa bila oseba iz tam dol. Pol pa je šlo vse narobe in pol sem bil sam tak, ko pa zdaj, ja, ne vemo, bom videla, ajde Krka, Lek, imamo možnosti, odprejo se stvari, a ne. Ona je pa takrat že predtem rekla za doktorat, pa sem ji rekel, najverjetneje ne, a ne. In pol me ni neki cajta sila, pol se je pa malo začel videvati neke nove pač možnosti in pol me je sem tak rekla, tam dol na TBMC bi ti mogoče šel na doktorat, pa je tak. Bom pretuhtal, prosim, pusti mi malo. In potem se začne še ena profesorica in še ena in jaz tako pa zakaj že spet mene tle naprej silte, ajde, ideje mi devate v glave, a ne? In tako rečejo pač, Manipulirajo. to so samo ideje, saj potem se boš ti odločil na koncu, pa jaz tako rečem, ko vidite sploh v meni, pa tako rečejo, raziskovalca, čeprav si len, ampak raziskovalca. Ti se moraš sam edino stvar, ko se moraš naučiti, je znati pisati, druga pa nič. Tipični znanstvenik, ne? Ja, Si se opisal. ne da se ti pisati, ampak raziskuješ pa kot norc. Se pa znanstvenik mora tu imeti notri, ne? Vse glih to je, ampak Ti imaš kot pa ti- znanstvenik imaš ogromno do tega razmišljanja, kar je tudi v glavo se ti ful. utrujajoče, ne? Še Čeprav kaj? bi mogel pisati, da ne pozabiš, kaj si... Veš, kaj je problem? Ko ti Razmišljam. pade ideja noter ob Pa 2 si jo- zjutraj, pa si jo ne ko si zapišeš. skoraj zaspiš že, a ne? In ti pade ideja in si tak, to bom pa jaz jutri probal. In pa se zbudiš in naslednji dan si pa tak, Kaj je že bilo, ja? pismo, čak ti malo, ko sem že jaz Ja. dal včeraj neko idejo, Ja. kako mi je šlo ven, je pa fora bila, da smo se pogovarjali glih to, a ne, neke nove ideje, da pridemo, da čim bolj probamo to očistiti, a ne. Problem je, da magnetni nalod izgubi magnetizem, ali ne, in pač kako zdaj ti dobiš magnetizem nazaj. In pol jaz tako rečem, pa pismo, zakaj bi pa magneti uporabljal, zakaj bi ne bi tuljave uporabljal, pa tako me gleda, da piše tuljava. Jaz tako, daj še kako idejo. Jaz tako, ok, v redu, pa tako naštevam ideje, mislim, da sem jih imel ene 15, sem jih takrat povedal. Gleda, klukca, črta, tako se klukca, Selekcija. veš, tako selekcija. In reče, to je brez veze zaradi tega, to je brez veze. Dobro, da mi je povedala. Jaz sem jo hotel še vprašati, jaz sem bil sem tak, zakaj si ona vzela, zakaj ti jih niso vzela, ne? In tako reče, sama je začela. To je ful dobra ideja, zaradi tega, ker je nek nov princip. To ni dobra ideja, zaradi tega, ker se mogoče ve, da pač nima smisla, da se to dela zaradi teh stvari. Ok, v redu, sem bil sem tako dobro, vsaj povedala sem mi vse, zakaj pač, na primer, prav razmišljam, ampak mogoče v drugo smer, da moram začeti razmišljati. In tako sem nekako prišel zdaj do te točke, da pač že počasi za magistersko delam, pa drugi letnik, kaj se druga pa nič, pa mogoče še kakšna stvar, ne vem, malo se menimo, da bi šel na Islandijo, ker imajo najboljše te mašine za merjenje nanodelcev, tam gor. Res. Nekaj ful dobre imajo, ja. In Inštitute imajo kakšne? je kar hud inštitut, pa nekaj tete imajo in da bi se zmenili, mogoče za 2 meseca Erasmus plus, bomo videli, če podpišejo. Tu zdaj, Magister. po magisteriju je to ono delo, ko je Erasmus ali je to v sklopu Ne, izobraževanja? zdaj, ko je magisterij, zdaj, da grem v drugem semestru, Aha, da bi šel, ja. že Ja, če drug semester nimamo nič. Kaj samo pisanje magisterske? Ja, samo imaš, ne? pisanje magisterske. Jaz pa, če bom magistersko imel že dokončano, najverjetneje, pač ne bom imel najverjetneje dokončane. Ne, Pač še itak drugi smo- bo potem napisal, ne? Ti boš imel, ne? Ja, Dokončano. ne, fora je, da ne, zdaj sem se pa zelo sem se tako, v glav sem se pošlihtil, da pač imam eno mapco skozi ali pa eno knjigico zraven, da si skozi pišem vse, ko sem tisti dan delal. Da ne bom pozabil točno dan, ko sem naredil, tudi če je 100 errorjev bilo, jaz vsakič napišem error zraven. Veš tisti, da veš, tukrat je zafrkal me, zakaj me je zafrkal. In pol zmeraj zraven Ja, pišem, ja. tle se je zafrkal, tle se je zafrkal, tle se je zafrkal. In sem se nekako, tukaj sem se Pač, če navadil. najdeš rešitev, program, ne? Ja, tukaj si se navadil, veš, to je ta princip, ko pol, na primer, pišeš programe. Ne rečem, jaz ful imam rad drugače računalnike, res rad pač, ampak programiranje, glih to, ko sem prej rekel, mene to ne bi veselilo, je to sediš zraven računalnika. In sem glih v takem projektu tudi bil enkrat vmes vključen. To je mučenje, res, ker si sam za računalnikom nekaj tam pišeš in se moraš učiti Pythona na novo. Pythona nikoli ne uporabljaš, Pa mi ti si- vsaj nikoli ne. Ti si delal tudi nekaj tisto, ko si Modeliranje. modeliranje, ja, ko si To je pa risal. diplomska bila, ja. To vem, kaj si mi kazal, da smo Ja, imeli ja, angliški ja, program, tisti- prof, kako se že, molekule, ki Pajmol, ja. Ko si, ti se pa program, da ti v bistvu vidiš molekulo, kam se usidra, kakšne so vezi. Sem to je pa, vse mi je bilo fajn, takrat, ko sem si to z diplomsko vzel, odlična stvar, zaradi tega, ker tudi ni tukaj veliko programiranja bilo. Bolj je bilo analiza, pa program si imel, 2, 3 si jih si rabo naložiti, mogo si jih razumeti.
Ok, v redu. Zdaj sem prišel, pa je tako začel govoriti ta program, tako modeliraš, si sem modeliraš, ono, jaz ko gledam pismo, to je 20 programov, zdaj si mi naštel, jaz tega nič ne znam uporabljati, dobro, ChatGPT, nič, to so novi programi, noben ne zna uporabljati, to je 13 različnih programskih jezikov, niti enega ne razumem, sem bil da pač, ne, tega pa jaz ne bom delal, žal. Si rabo ti, ne vem, koliko poskusov narediti za... Takrat, ja, ti si bil še mogoče z mano, takrat, ko sem jaz tiste poskuse delal. Ne. Mislim, kaj on prišel glih potem. Septembra sem jaz prišel, ja. Da ne vem, da sem imel zagovor. Takrat je bilo, mislim, da, sem tisti ni bilo tako veliko. Ja, čakaj, koliko je bilo že, ti imaš 100 tetrapeptidov, pa si 20 aminokislin na tetrapeptide, torej 20 krat 100 je 2000. Jaz lahko samo kimam zdaj. 2000 krat je moj računalnik. Zdaj se spomnim. Računalnik sem imel užgan celo noč, to pa nikoli v življenju ne bom pozabil. Dobro, da sem takrat rekel, da hočem malo boljši računalnik. Dobro, da sem imel 8 korov gor, da mi je lahko to preračunavali, ker to preračunava tako dolgo. To je bilo tako na 10 minut za en ta sistem, da je preračunaval. Jaz sem ga imel užganga, ampak to so ventilatorji dela. Jaz sem ga imel v kuhinji sem ga imel, zaprte vrate, ko od spodaj bi mogel dihtati. Ja, tako da je bitcoin. Ampak mi smo spali v sobah in mene tak cimer prejšen vpraša, tako, pa ko ti to neki ruži, komp tuk? Pa jaz tako, ko mi ruži? Pa tako slušalko ven dam, pa sem tako si, ok, v redu, jaz se tega nam dotikal do jutra. Jaz jutri primam računalnik, veš, da je pa iz malo bolj težek masivc, ima pa kovino gor, to je vroče bilo ko hudič. Sem tak, ok, v redu, pustimo to, upam, da ga nisem sfuril še kaj. Dobro dela, še zdaj dela, čisto normalno. Sam, to je že spet, ne vem, takrat mi je bilo res fajn, sam pa sem pa ugotovil, to ni za mene. Ni tukaj računalniški del za mene. Čeprav zdaj vse praktično, ko se dela, naprimer v drugem letniku magisterija, vse je računalniško. Sam je pa drugačen program, pa ful bolj logičen program, bom tako rekel. Ne rab se niti učiti programskega jezika, ampak se rabš naučiti pisanje enačb, da ti računalnik, ti model spišeš, naprimer, to je, imeli smo 400 vrstic modela spišeš, ti sam run stisneš in pa ti vse zmodelira sam. Torej, vse enačbe, ko jih imaš ti, naprimer, neke vhodne podatke, on ti pa najboljši način, najboljše rezultate ti ven vrže in pa ti v bistvu lahko te rezultate sam prepišeš, pa imaš. To glih kemiki sprogramirajo, to te programe. To moraš imeti toliko znanja. Ne, veš, kaj je bila fora, da so te programe naredili, to je bil en računalničar, mislim, da pa kemiki so mogli biti zraven. Zaradi tega, ker so pa energijske bilance, to so bilance. Bilance so pa kukar, da bi ti napisal, ne vem, vhodna temperatura je tuk, izhodna temperatura je tuk, pa imaš, ne vem, 4 tokove take, 2 sta hladna, 2 sta topla, to je zdaj ta princip, ko ga zdaj delamo, naprimer. In ti moraš pač vedeti, kje je temperatura, kjer se ne sme preskakovati, kje imaš lahko prenosnike, da pač v bistvu ti čim manj toplote izgubljaš. Da, naprimer, ne rabiš ti toplega toka sam s hladilnikom hladiti, ker kot je to point, to je tuk energije zgubljene, pa tuk štroma, ko ga devaš noter. To je zdaj to ti reaktor? Ne, to ni za reaktor, to je naprimer ta princip, to so ti programi, ko jih pa uporabljaš, ne? Ne za reaktor pa čisto drugače deluje, to je pa takle mehen. Nič, pa celka, to je, koliko je že, 4 mililitrski je te velik, on je pa, koliko je že manjši? 4krat manjši, torej je 1 mililiter reaktor, čekaj, tako, celke so noter. Mi razloži, kaj je to reaktor. Reaktor? Vse vem, da so to neki delci trka. Niso glih delci, to je fora, pač reaktor, lahko ti samo razložiš tako, ne vem, neka posoda, noter je mešalo, ali pa tudi ni mešala, noter imaš 2 komponente, ko jih daš in tam noter se meša. In se te komponente skupaj pač dajo. Nekaj združuje. Lahko združuje, lahko tudi ločiš. Taki principi so reaktori, so v bistvu lahko, ne vem, ful velikih imaš, ti imaš različne reaktorje. Sem pač najbolj osnovni je ta posodica, naprimer, mešalo noter pa se meša. Reaktor je, naprimer, doma, ko ti delaš za testo za pico ali pa testo za kruh. To je reaktor. Mešalec. Ja, mešalec.
To je reaktor, to je princip reaktorja. Sam reaktorji pa, naprimer na našem, morajo pa biti zaprti, po takem tlakam, zakaj, da počkej, ne. Pa se notri- Mikroraven, ne. Ja, pa neka varen prostor, da se reakcija zgodi. Ja, hladiti moraš, če je eksotermna reakcija, naprimer take stvari, da ti pol ne poč, da kaj ne gre v luft, tlak moraš uravnavati, to so neke take stvari, pol ko pridejo s časom, ko začneš razumeti. Za te mikroreaktorje pa, ne vem, to so zmodelirano tako steklo je, pa imaš samo tako noter celko narejeno in je to. Nič drugega. In to te celke se pol not Vse premešajo. To je, naprimer, to je princip celnega reaktorja. To je cel, ko se noter v cevi meša zaradi tega, ker je tu hiter pretok in se ti začne noter mešati in se pol začnejo te dve skupaj združevati. Ful dober princip je drugače. To so neke nove, pač tudi te mikroreaktorji se pol v nadaljnjem bojo najverjetneje uporabljali za neke nove, pač naprimer za zdravila, za neutracevtike pa tako naprej. Torej, kaj je za to ta raziskava doprinesla? Kaj se je nadgradilo napram prej, kaj je bilo? Zato čiščenja vode. V bistvu to je princip, zdaj, zakaj smo to začeli raziskovati, da sploh vidimo, če je to možno. Zdaj pa se vidi, da je možno. Zdaj Zdaj pa se vidi za prihodnost. Zdaj se pa začnejo, ne. Čisto Ekonomično bolj pač se zdi smiselno, da se to uporablja. Zaradi tega, ker ti Torej, zdaj se uporablja kaj? Zdaj se uporabljajo glih tete zavlitske kolone, se pravi. Zdaj pa bi tete kompozite dal noter, ta princip, kot sem ti rekel, reaktorček, meša se to vse, se to absorbira pač tete gornje zavlit, ti pošljaš, ne vem, skozi cev ali pa imaš magnet od spodaj, karkoli, neko elektromagnetno napolje nabiješ in se ti zaradi tega, ker so magnetni nadzeci magnetni, logično, se ti zategnejo dol, ampak zdaj je pa problem, ker da plastika je različna. Imaš ti polikarbonat, poliester, ful preveč je že zdaj. In vsaka se razgradi pri različni temperaturi. Vse so kot sami kompoziti šele pri 670 stopinj se karkoli naredi, tako da ni tako velik problem. Je pa problem zdaj, a ne, ko ti, če bi ti to zažgal, katere kemikalije grejo ven? Zdaj so pa problemi. Še to je, potem je reakcija. Zdaj se pa začne razmišljati naprej, kaj pa potem narediš? Zažgeš na polno, zdaj pa ali greš quenčat, quench pomeni, da pač ti daš v, ne vem, 2-stopinjsko vodo in sam iz, ne vem, iz jura sam noter vržeš vodo, da se samo hladi in je to. Ali pa kakšne druge alternativne verzije, da se uporablja tisto, kar gre v luft, ker je taka temperatura, da se to uporablja v principu, da se, naprimer, princip tega, da kako bi to rekel, da se grevaš naprimer za tete vode, naprimer, ko jih imaš za radiatorje. Energijo izkoristiš. In energijo izkoriščaš na najbolj način. Ampak je pa tudi problema, ne, kaj pa pol narediš, če ti noter v cevi ostane, ker to moraš filtrirati še zmeni, to je še zmeni luft. Tle se začne to vprašanje, kaj se bo pol naprej uporabljalo. Taki reaktorček bi torej mogla imeti vsaka hiša. Kje bi bilo to nameščeno? To bi bilo definitivno, ne, reaktorček sam po sebi ne bi bil nikjer nameščen. To je uporaba, naprimer, da sploh pridemo do tiste točke, da vidimo, a je to možno. Pol je v bistvu vprašanje je, nanodelce se bo itak delali na velikem nivoju, to je na velikem reaktorju se pol uporablja. Ja, to je ta princip. In pol se to v čistilnih napravah bi se to v bistvu. Ampak potem, če ti daš zamazane cevi, to vodo, veš. Zdaj jaz tako razmišljam. Plastika je manj, samo... Veš, če bi to hotel, da je najbolj učinkovito, bi te mogel skoraj imeti to čist pri pipi, da se tik preden čisti. Ja, glih to, ampak to je pa tudi problema, ne, zaradi tega, ker se v vodi se pa zmeri, to je tak problem. Pač ko pa češ, se ne moreš drugače, kakve cevi pa imaš, plastične se ti bojo čez čas razgradile, kovinske pa korodirajo. Imaš premaze, se nove tehnologije, glih zaradi tega pač mislim... Samo menjava tega, veš kaj to cevi... Se glih to je fora, naprimer, imaš različne, jaz sem v prav specifičnem tatem delu na našem faksi, ko se prav s tem ubada, naprimer za tete čistilne naprave, najboljš princip, kako narediti reakcije, reaktorji, pa imaš pa druge glih, ko se s tem ubadajo, ampak jaz tle zraven nimam nič, oni bojo svoje delali, mi bomo pa svoje delali. In to je glih ta stvar, da ti enem drugem v zile ne skačeš, zaradi tega, da pač njega čisto ven iz tira vržeš, a ne. Ampak je pa problem, sodelovanje. To glih, ti moraš družiti strokovnjaka s strokovnjakom. Ne bo za mene kemik tam cevi kopu vun, ne, parako ne vere. Če se gradbeni položil. Gradbeni ne rabite, ne. Ja, ampak glih to je dobro, naprimer, ker se počas začne to, veš tist,
združevati vse. Že sama kemija po sebi, analizna kemija, splošna kemija, regulacijska kemija, kakšna fizikalna kemija, to so naprimer laboratoriji na našem faksu, še več jih je, ne vem, koliko jih je točno, zaradi tega, ker jih je preveč za našteti, pa čudna imena tudi, ampak že to težko povezuješ skupaj. Zelo je težko zaradi tega, ker vsak neko drugo specifiko dela, ne? Tu greš face podrobnosti, ne? In Ja, res. priješ do širine. Sej, naprimer, glih ta mikro. princip, zdaj, ko mi delamo, je čiščenje vod, laboratorij za čisto vodo, Ja. imamo ga. Odlično, z njimi se malo povezujemo, splošno kemijo se malo povezujemo, ker oni pa vejo, kako se magnetni nanodelc dela, kako bi lahko to vezali. To je res, ja. Veš, in začneš povezovati, ampak to je že spet, to je velik projekt, ampak to se rab odpreti. Če se ne odpre, kam padeš, a ne? Bodo Američani vzeli. To pa ne. Ne, hvala, ne. Čeprav je en naš profesor je bil v Ameriki full dog, pa je predaval. Ampak tle ne znam predavati, bom tako rekel. Res? Ni čist. Da se ne bo prepoznal. Še da. Ne bo. Ne, to nišče. Aj, Slišal itak ne bo profesor, gledal, ne? Ej, danes me profesorica govorila. Aha, super. Tako da. Kjera? Ne, Ne bojete. naša nagradbena je. Naša Nataša. Ne, ni. Na fakse. Ja, se. Tako No, da, Morti te bo povabila v projekt in boš začel, na kakšni ravni boš vodil. Če hočeš, kakšne cevi premaze, bomo gledali, Kaj, kako, čopič? kako poč. Recimo, jaz sem tu za fejs, zelo težko razumel kemiji, mi da smo ne z tega področja kemije, ne toliko. To je- Edino, kaj smo imeli mi kemijo, so bili materijali, Ja, mesto. če tako gledaš, ne. Ja, mi smo jih tudi imeli, ne, naprimer. Sej to je Ampak v ne, bistvu- ti podli greš v Mikro. mikro Ja, v delce, mikro, nanodelce, veš. To pa si jaz več ne vem predstavljati, mi imamo bolj mehaniko Sem- tekočin, mehanika tota, dinamika, statika, to bolj. To ne. imamo Bolj mi na tudi. fiziko vezano. Ja, se mi tudi, mi v bistvu, sej tle je to je glih to povezovanje, ko rabiš ti v bistvu to najprej vse, da prideš do te točke, kakor si, a ne. Sej nič ne rečem, sej najverjetneje ste tiste neke osnovne, naprimer, kako je material zgrajen in imaš tako kocko in pa gledaš, kje so vse. Ja. To smo mi tudi imeli. Sej to je ta princip, a ne, tisti iončki, pa tako, ko izgledajo. Sej to v Mi smo bistvu imeli iz tega- železo face, ne, te pa vse atome. grafiti, oni, To je lipoziti, Ja. ko jih je toliko veliko preveč, ko sploh ne veš na kakšni Samo temperaturi. to ti, ko pa si mi rekel, ne, to ta struktura, ki imaš 4 vune, pa notri enega, ki imaš kako se reče, 5 nekaj. Štiri od zunaj, Ja, na straneh, notri, na straneh to pa se ena spomnim, noter. to se spomnim iz srednje To šole je še. kocka, to je, kako se reče, to je telesno centrirana kocka. Nek Ja, tak ja, princip je, ker baš- imaš pol še ploskovno centrirano, ko Ja. imaš pa med Ja, tem ja. štirem imaš pa tako na Tako je. ploskah. Te pa Ja. to šteješ polovica, ne, te pa moraš začeti, koliko jih je atomov. Pa- Jo, Ja, kak ja, je to bilo drugače Pa- zafrkeno, Pa razdalje med njimi, ne? Ja, Pa potem Sej- gostoto, ne? Ja, Kak je gostoto, zavzame? ja. Pa, ful dobro je, naprimer, zaradi tega, ker imate neke stvari, ki jih mi imamo. Sam pač mi se pa orientiramo bolj na kemijsko, vi pa bolj v vašo, a ne smer v gradbeno. Vse ti je logično, zaradi tega, ker itak moraš imeti to znanje neko širše, da se lahko, ampak istočasno si pa tako misliš, zakaj jaz imam tako široko znanje. Čeprav pa istočasno tako potuhtaš, bolj prideš nekam na šiht, bolj rabiš druge razumeti, da veš, naprimer, ok, jaz bom tako naredil, ampak jaz če preveč zafrkeno naredim, on ne bo znal uporabljati. Jaz moram čim bolj rečeno, butasto narediti, pač da je meni dosti bolj napredno, ampak dosti bolj butasto, da bojo ostali razumeli, kaj jaz delam. Da vsakemu slehernemu Ja, človeku to da ne bo, ja, ampak to ni pač butasto, vse se reče, ampak dosti bolj razumljivo, bom Ja, tako rekel. razumem. Tak, razlika je, da pač ti probaš narediti. To je glih tudi problem pri profesorjih, ne. Potli razložiti nekomu, ki zdaj, Ni v tem, ja, Pa mogoče bi samo predmet veš, rad kar naredil. on, veš, profesor je že fejst, recimo, določeno smer usmerjen in mu je toti predmet fejst širok že, ne. Ja. In on je fejst ogromno ve o enim področjem, podrobno. In zdaj pa ti opisuje nekomu, ki še nič ne ve, ki je kome začel na začetku, je, ne, z nešče, ki pa ve ogromno. Pa ima toliko informacij in te pa veš, dosti krat profesori tako skačejo, pa kar začnejo razlagati kar nekaj tretjega. Ja. O tistem. Čakaj, mi smo prej bili tam, halo, malo se vrne, ej. Ja, pa uspešno razlaga, ne? Ja, vidijo se, veš, kaj uživajo, pa kako imajo ne, radi to, on ne. uživa v tem, ampak ti pa istočasno si tak,
Kva? Kaj ti govoriš zdaj? No. Znate, ja. Zgubiš To se je čez. tako. Ne, ampak faks, kakor faks bi pa rekel, če imaš red kemijo, greš. 5, sam neki cajt ti bo malo zagamen. Poj pa čez čas priporočam vsakem definitivno na projekte hoditi, ker šele tam se ti zavedaš, a si ti raziskovalec ali si ti sam en delavec tam. Projekti, to je najboljša stvar. Plus, da Pa so ti si- plačan. Ti glih na Leki delo ali Krki? Ne, Neko prakso? nikjer nisem delal. Jaz sem delal prakso v kemični v Hrastniku, ker sem Aha. iz Hrastnika. To je pa tudi čisto druga stvar. Tam pa delajo živilske dodatke, pa take stvari, pa HCl, pa ono. Se ne, tretje, dosti četrte. si izvedel že na kemijskem področju, če tako glediš, dosti si izdal skozi izkušnje. Ja, ne, sam po sebi sem dal zelo veliko. Jaz sem bil tudi drugače delal sem prakso v laboratoriju s krvjo, drugače. Tako da sem bil prav v... Malo z medicino tudi. Ja, z medicino. Tudi ti dobiš kri, naprimer, jaz tega najprej sploh nisem vedel, da ti naprimer na centrifugo tu, ko ful zarotiraš, dobiš v bistvu plazmo pa same rdeče krvne celice. In pol, naprimer, ja, in pol si uporabljal neke naprave, ko jih nikoli nisi videl v svojem življenju, tudi nikoli jih 3/4 ljudi ne bo. Zaradi tega, ker so take zanimive naprave in vidiš ti prav krvno celico, ko greš pod mikroskop, ful lepo jo vidiš. To je tak šok realno za tebe, ko nikoli ni izdelal, pa preparate, ko jih narediš, pa tako naprej. Ful zanimiv. Pač ne vem, ampak tam je pa tudi res, a ne, rokavice, če nimaš gor, ko imaš ampulco odprto, ni dvakrat za reči, da imaš kazga virusa ali pa kaj faso, ker to je pa tudi kar hudo. Dosti ve, ne. Ne. To mislim, da je bila trenutna epizoda, ko smo mi sploh ne trebala dosti sline porabiti. Ne, smo tiho bila. Kaj, imaš kako vprašanje? Ja, mene fez zanima splošno, tako gledano zdaj za vsakega. O mikroplastiki, če veš kar kot problem tega, da se to v našem telesu nabira, če kaj veš morate o tem. Niti ne nabira, gre skozi tvoj sistem, sam pač je škodljiv še zmeraj, ne. Pač, naprimer, če plastiko ti poješ, papirček ali pa nekaj tasga, če ti poješ, pa da je zraven plastika, saj ni tako velik problem. Samo, kaj pa zdaj to na vsakodnevni ravni, ne, pa veš, ki so odkrili v človeški krvi, ne vem, vedno večje deleže mikroplastike. To je glih problem, naprimer, zaradi tega, ker plastika ti pa lahko tudi s celicam, kaj ne gre narobe, to so rakotvorne stvari, naprimer. Saj delajo tako plastiko, čim bolj delajo tako plastiko, da ni. Ampak je tukaj veliko plastike se naredili v zadnjem stoletju, da pač Bog pomagi. Ja. Do tega ne bomo nikoli skinili ven. Nikoli. Če zažgemo, bo šlo v luft, če bo šlo v luft, bo šlo direktno v vodo. Ja, tu so delci še kar, to je tukaj fin delec, da ti bo šel zraven. Kaj pa vidiš kot neko alternativno rešitev za zamenjavo, recimo plastike, če sploh možno ali pa... Mislim, za nekatere stvari definitivno ne. Ne moreš sploh zamenjati. Zaradi tega, ker so take noter že prišla, naprimer, kaj je ful taka stvar za podatke, kako smo mi sploh začeli podatke, sound, ono, 3., 4., vinilne plošče, plastika, je logično. Vinilna plošča, to je še zdaj danes ful dobra stvar. Vinilna plošča, če jo imaš ti doma 3/4 ljudi, ne bo vedel, una tista četrtina ali pa manj, je tukaj veseli, ko vidi vinilno ploščo, zaradi tega to je pa odlična stvar, veš, tisti užitek, ko ga imaš, še posebej jaz, ko pač muziko, ko ful rad poslušam, ko sem v vseh, ja, ampak ko si v tukaj različnih vodah, naprimer, jaz sem v vse že poslušam, zaradi tega, ker tukaj cajta poslušam že muziko, da ti je užitek ti je. In ne najdeš nekaj alternativ. Naprimer za vrečke so že probali z... Pa slamice, meni to slamice vun prodaja plastične slamice. Ne, ja, to je bil... Te papirnate, te pa druga fora, ne, papirnate slamice, papir spušča. Ja. Pač ni vodoodporen, ne. S čem je to premazano? Ja, Ne, veš. Začni. Glih to so ti problemi, ko se začnejo polje. Koliko je realno, kje se vse uporablja plastika. Zato imaš, naprimer, pol tiste kovinske. Kovinske pač ti enkrat pozabiš, da je kovinska, pa ugrizneš zaradi tega, ker si navajen na slamcu mogoče ugrizniti, kakor mehno vatrka, ne, imaš že en zob stran, hvala ti, pismo, pa se začneš dvakrat sprašovati, ne. Ne, zdaj so možnosti zamenjati, za nekatere stvari se definitivno strinjajo, za druge pa težka. Plus, da tu plastika, kakor smo jo standard, ko nismo znali reciklirati, pa tako naprej delati, to je bil... Prihodnosti misliš, da se bo našlo taki alternativen način, da Možnosti. Definitivno. Se že zdaj delajo iz nanodelcev, pa ko delajo screeninge za kožo, pa take stvari. Zakaj pa ne bi še to naredili? Se to ni tukaj, ne bom rekel, ni tukaj zafrkeno, je, definitivno. Ampak take raziskave, kakor se zdaj dogajajo danes, vsaj ni tukaj delač.
Res ni tako daleč. Ja, je pa res, da se bomo bo. izumljali materijale, da boš namesto plastične vrečke papirnato vrgel v naravo. Se mi zdi, da tudi ni ok, da tudi vsak Ne. posameznik lahko naredi največ. Plus, da tiste papirnate vrečke, koliko so ti pa dobre. Realno, plastično. To tak, ja, ampak da bi novi material samo zato, da če ga vrže stran, da boljše, že prvo se vpraša, zakaj bi vrgel stran. Ja, glih to, ja. Pri samem posamezniku. Veš, kaj me je zanimalo? Kako zdaj recimo ti, ki se spogleduješ z doktoratom, gledaš recimo na svojo pot v gospodarstvo, recimo, ki je zdaj tebi Lek, Krka, če te kaj vleče v to, ali si v znanstvenih vodah, te pelje bolj to. Laboratorij. Ja. Glih to je problema, ne? Naprimer, ker Lek pa Krka definitivno, pač to so ful velike firme in tam si tudi plačan. Magisterij zelo dobro plačan, ne bom nič rekel, vem, koliko je, ne bom glih rekel, ker preveč se s tem spoznamo, ne? Ampak bom pa tako rekel, ti prideš tja in en ti vod projekt, v redu, ampak ti delaš pol ene in te iste analize. Pa nima Okej. tako narediti, da se na 3 leta recimo menja pozicijo, menjaš, ker ti narata vedno. Dobro, zdaj se te bom vedno pa tako nekaj rekel, novega 3 učiš. leta boš pa ti delal v tisti isti poziciji pa trpel, če ti mogoče ni glih fajn. Pa po 3 letih boš zamejal, pa boš mislil, otle me bo pa bluž, pa boš že spet trpel. Ni glih najbolj tako zanimivo, bom tako rekel, sej nekateri pač Samo v mogoče tem ti sprejmeš pač službo tisto, ki ti je všeč. Ne? Ja, jaz se ne rečem, naprimer, jaz v kemiji definitivno bi užival, ampak vidim, da bolj uživam v tem raziskovanju. Ja, okej. Zaradi tega me tukaj zafrkava. Si plača na faksu, pa da pol greš delat, mladi raziskovalec ali pa doktorski študent, ono, tretjo, četrto. Manjša plača. Ampak na koncu dneva ti ne boš delal res tisto, kar uživaš v tem. Sorry, No, na tista koncu plača nisi. 4 leta, kukar mi bo vzel tisti doktorat, me totalno ne zanima. Itak pač imam čas, zakaj ne bi pač si ga vzel. Že tako sem 7 let zdaj, ne bom nič rekel, mi smo se zafrkavali, ko imaš študentsko kartico, ne, Ja. ko une Nimaš nalepke več, zbiraš. Ne, imam še eno, ampak sem enim profesorcem rekel, sem še eno, pa imam free kafe na faksu. Pa me pogleda pa reče, ne, free letnik, mogoče prej, a ne, pa jaz tako, ja, možno tudi to, a ne. Ampak je prav, zajbancija je v tem in Zdaj mogo videti to kartico, veš, kaj kartica v prvem letniki, ne, kaki si tam gor na sliki. Ne, realno, čakaj, se mislim, da jo imam s sabo celo, ampak tete, ko so prav, evo, tako zgleda. Da vidim, To prvi imaš. letnik te Ne, že prvi gleda, letnik slika, veš, kak sem zgledal, veš, kak sem to Samo bil. Da vidim, da se. Mladiček, joj. Benjamin, si tudi. Ja, ne, nisem to jaz. Pa veš, kak sem vmes gledal. Ne. Še vmes nisem tako, niti mal nisem si podoben. Ja, to je 7 let že pismo, pač logično ti je, ne. Pa doktorat je te še 4, 3. 3 do 4 imaš v bistvu. Kukar Pa moraš hitro, biti kaj fejst narediš. priden, ne. Jaz hočem raziskovati. Okay. Priden, ajde, ja, definitivno, ne rečem, da nočem Ti biti. doktorat glih narediš na podlagi raziskav. Ja, kolikor glih to, razumem. glih to. Raziskave, ko jih ti tudi napišeš. Ja, ja. Pisanje, že Glej. spet. Sej bom, definitivno se bom prišel nazaj v to, zaradi tega, ker sem neki cajt imel ful rad to. Sem pač, malo sem zgubil to mes. Zaradi tega, ker mi pač ni bilo treba pisati, imel si neke predloge že narejene, pa si sam noter opisoval rezultate. Pol pa se glih ta del začel zdaj, ko smo mogli pisati za te projekte, pa ko si mogel neke te stvari delati. Mal prideš nazaj, sem se ti malo zateži, ne da se ti, ono, tretjo, četrto. Pol te pa glih ta magisterij, drugi letnik, ko moraš same te članke pisati, polne, niti ne članke, bolj pač predstavitve, tako se reče, seminarske, ja. Po 20 strani sam, ko jih moraš pisati, glih to te mogoče noter potegne, glih. Pripravlja te na... Ja, glih to mislim, da te pripravlja, da boš ti to začel delati, ne. Saj nič ne rečem, vsak, na primer, tretji letnik te je ful pripravil na magisterij. Najverjetneje je to tudi drugi letnik magisterija pripravil na doktorat. Ne bom nič rekel, sem pač lej. Itak jih pa toliko veliko ne gre naprej na doktorat, da je... Kaj? Procentualno fejst malo. Ja, ker se ti ne splača na Pa tebi koncu, bil ja. še kot asistent, morate zaposlen. Najverjetneje, ne vem, bomo videli neke To si ponudbe. lahko, to imaš izbiro za na doktorat, je torej asistent, je to enako vredno mladi raziskovalec? Ne. Ne, asistent, pol si kot mladi raziskovalec zraven. Mladi raziskovalec plus asistenci. Si okej. Tako da ti v bistvu vodiš neke vaje, pa neke stvari delaš, sej ni da si tako. ne Ja, služiš. malo več, malo Nisi več. več študent, ne? Ja, sej tudi nisi takrat študenta, ne, pač ti si nek mladi raziskovalec, Ja, si ja. zaposlen tam, ne. Zaposlen si, ja. Ampak še več denarja pa lahko dobiš kot asistenta, ne, sej ti je logično.
pa bomo videli, sej cajt je 1 leto še imam, mogoče še se kaj spremeni, najverjetneje ne, ker sem 90%, da bom šel na doktorat, ker me preveč to veseli, to raziskovanje, pa tudi če 1 leto, 2 leti, 3 leti sem tukaj gor, pa mogoče se ne vidim v tem, ker me lahko še zmeri v neko firmo, pa reč, mi sem doktorat delal. To ti nekaj pove, da sem doktorat delal, da sem prišel do te stopnje, da so me vzeli. Kaj pa pol? Ja, še zmeri lahko višja plača, ne, kaj? Tiste 3 ure pa vmes, malo se svali. Ja. Kaj češ? Sej. Drugače pa muska. To je tudi, pač meni gre fest na živce, zdaj malo to razmišljanje, samo denar, kako hitro priti do denarja, veš, mladi, ne? Ampak to ti pristop, vlaganje časa, 10 let se začimo šolaš, da postaneš strokovnjak na nekom področju, oni tam, ki imajo milijone čez noč, tudi čez noč lahko zgubijo. ja, točno to, ne, hitro padec, ti pa si tu neko fiksno pot Narediš, pa prehajaš počasi. Počasi lezeš do gor in si na tisti, težko boš ti padel pot, ti imaš vedno več izkušenj, vedno več si vreden. Ne, glih to je. Veš, jaz tako gledam, to so bolj ziher poti, ampak dalj časa traja, ampak na konci boš pa ti imel tudi, boš daleč prelezel. Ne, ful več. Pa zadosti boš imel za življenje, ki ga rabiš, zato da srečno živiš, ali ne rečem. Ne vem, če ti bo plačilna lista usrečila toliko, kako pa recimo delo. To, da delaš kaj, Ravno rečeno, tako gledam, kot si rekel, ne. Ti mislim, da z leti sam več dobiš, pač realno, tisti, ko grejo, vse nobenem nič ne rečem, po srednji šoli greš delat, le 5 delat, pač očitno nisi pač za učenje naprej. Oni pač si lepo počasi znanje nabirajo, ampak nikoli ne bojo pa tukaj mogli napredovati gor, kakor pa jaz že napredujem na splošno gor. Jaz sem že v prvo plačni razred, ful višji od srednjega ali pa do diplomca, če grem pa naprej. Že z magisterijem si. Vse tudi je pol logično, da ti v bistvu plačni razred višji začneš in še višji lahko greš. Sam s tem je to point, sam pač kaj češ, to je pač sistem, ko je narejen in to je to, ne moreš ga glih spremeniti. Sam, kaj češ. Zdaj ti bom pa tako rekel, denar zelo hitro pride nazaj, spomini pa ful težko pride nazaj. Ja, to je pa tudi res, ne, pač mi smo tudi bili ta let, ne vem, na Zigeti, to je tistih 400 €. Gremo gor, gremo žurka, kaj češ. Ja, se strinjam, ja. Čim več stvari doživiš, mislim, da če denar rabiš, boš našel pot, kako denar priti. Definitivno, plus da čim več doživiš, kakor študent, ker v študentskih letih imaš ti največ časa. Največ časa, da na sebi delaš, največ časa, da nasplošno delaš, karkoli te veseli. In pa tudi s tem... Iščeš se tudi, sprobavaš različne stvari. Da vidiš, kje si v bistvu, zakaj to delaš, zakaj si sploh v kemiji, zakaj ne bi šel nekaj drugega, zakaj... Tiste možnosti je ful velike, glih zaradi tega, ne vem, tudi jaz sem se ful hitro odločil za kemijo. Ne bom nič rekel, sorry, v osnovni šoli se odloči za kemijo, pa skus stakam z njo. Pa sem vmes res imel parkrat tisto. Višji. Že mogoče v kjero drugo vodo, pizdarija, ne vem, tudi naprimer za violončelo, zgolj nisem šel v glasbeno vode. Ni mi bilo, glih to, ne, pa ugotoviš po nekem času, nekaj ti fali, pa sem imel po mestku za kemijo, ampak istočasno nisem tukaj imel, zaradi tega, ker sem bil tak, še zmeraj me to veseli, ampak a sem jaz za to? Veš, to je bilo tisto vprašanje, a sem jaz za to, a me to veseli? Veseli me? Nisem sigurno, da sem za to. Pri violončelu, pri muski je bilo, ne veseli me tukaj več to, vem pa, da sem za to, ampak ker me ni veseli, sem bil tak, ne grem iz tega več naprej. Sej rad špilam še zmeri, sem pač violončelo, mislim, da sem se ga nazadnje pretaknil 1 leto nazaj. Ali pa pol leta nazaj. Ziher, veš, dobro. A ne, zdaj ne več. Pa če sem špilal 4 leta, plus še pol 1 let na faksu, ko sem še hodil nazaj, smo v Celju bili simfonični orkester, smo špilali, sem bil tudi solist, ne solist, pač duet smo špilala s kolegom, mislim, da nek koncert, ko je bil za 2 čela, cel simfonični orkester od zadaj, ful dobro je prišel, doživetje, bom tako rekel. Ampak poj pa, ne vem, zgubiš ta občutek, da moraš vaditi ono 3. 4. Znam še neke muske zašpilati, definitivno, tako kot sem jih, ne boje zazvenjeni, tako kot so, ajde. Ampak tle gor pa tudi ne morem, ko bom tisti violončelo tako veliko, ne vem koga, že tako mehna soba, z 2 cimra smo noter, imam raj tisto kitaro, tam gor pa špilam na kitaro, res. To se pa tudi naučiš, ne, z leti več znaš o muski, hitreje se naučiš inštrument. Njegovo harmoniko sem prijel enkrat, pa
Jaz sem si rekel, nikoli v življenju ne bom harmonike prijel. Zaradi ata, zakaj? Ja, ne morem. To je govoril, ja. Ne morem harmonike, ne morem, pa ne, da ne morem muske, ampak ne morem harmonike. Zaradi tega, ker je skus bil tak, kdaj boš pa harmoniko špilo, Pa nikoli se ne bom dotaknil tiste harmonike, Pa sem se pa dotaknil, pa sem pa nekaj začel špilati. Pa je bil tam tak, kot tudi, meni to ni problem. Resno? Ja, nisem cele znal, ko sem že špilal, ne vem, neko musko. Od začetka Kaj pa posluhi, samo vsi za igro? Fora je v tem, prste ima že pomajno trenirane od onega, ker veš, jaz ki nisem nikoli igral, ni bilo prstov. Ti si klavir igraš. Ja, klavir sem tudi, Ja, to je malo. Pa posluh ima. Meni avtomatsko začne, ne znam pet. On je probal vo notri, ker je zato tom pa iskal nekaj, ne? Veš, meni, jaz ko grem se učiti harmoniko, jaz samo gledam, kak je. Gledaš po prstih, po vrste in to je to. Pol pa če ti pa po feelingi, ne? Ja, po posluhi v bistvu, glih to Tako, je, ja. no. Pač če si tuk cajta v musk, pa tuk muske preposlušaš, sej starša, ko sta v musk, tudi ko te naučita, ko te neke stvari poveta, neke force, ko se jih nikoli ne naučiš, a ne. Zelo veliko sem pobral od njih. Pač sej oče, na primer, sej je drugače musko uči, samo on je v osnovi je naredil tehniško varnost, raziskovalno diplomo, takrat, ko še je bil stari sistem. Pred Boloncem je naredil v Ljubljani. Je šel delati, je rekel, to ni za mene, pa je šel harmoniko učiti. Odlično, zdaj pa uživa, je rekel. Meni je to fajn, zaradi tega, ker sem videl, da v tem bolj uživam, pa v tem sem se bolj najdel, kakor pa v tistem. Čeprav je rekel, jaz bi najverjetneje ful več služil, če bi v tistem bil. Samo ni energije dal. Ja, ni mu bilo. On je porabljal s tistim. Ja, ni mu bil tak užitek, kakor pa harmonika. Realno, on je ful užival v tem. Vse moja dva tudi, na primer, imata band, pa igrata ono, tretjo, četrto. On je dva v tem, imata feeling zaradi tega, ker če vidiš ljudi, ko se imajo fajn, tudi ti se imaš fajn. Če pa vidiš, da ljudje trpijo, takrat je pa konec, takrat pa moraš zaključiti. Zaradi tega, ker ne boš nikoli več prišel nazaj do tistega. Tudi če bo 100 ljudi pokazali, da se ima fajn, če ti enkrat zafrkne en nastop se, pa da se noben ima fajn, nikoli več ne boš prišel. Zaradi tega, ker boš imel skozi tisto v ozadju. Eni se pa niso imeli fajn, a ne. Veš? Tudi če si dobro plačal. Ja, pa tudi če si, glih to, a ne. Vse to je tak problem, ne vem. Se zaradi tega tudi veliko glasbenikov. Od osebe tudi, jaz mislim. Pa tudi veliko glasbenikov, pa glasbenih skupin. Kako za me to osebno, da se nešče ni imel fajn. Aha, misliš, da zdaj nastop pa bi bil flegmatik, pa bi rekel, dobro, mogoče. Ja, ne vem, vse to je tudi res kakor kjer vzame, ne. Ne bom neč rekel. Kako si dolg srce, to je žena. Ja, po mojem nekaj... Jaz, ko sem se sanjami glasbeniki, meni so rekli, meni je dovolj, da izmed 1000 ljudi vidim enega, kako mi tam dansa in to mi da energijo. Ja. Da eno živo. Vse to je tudi fora, ne, naprimer, če vidiš enega, boš ti užival zraven. Ti ni tak velik problem. Sem tudi veliko glasbenih skupin, naprimer, v Sloveniji. Ko pa imamo drugače, največ glasbenih skupin, ajde rečemo, ja, narodna zabavna, vse smo tak folk, vse to je taka muska, ko je za nas. Ja, okej, ampak, naprimer, boš šel ti na veselico, ajde, princip, veselico greš. Ko boš poslušal tam? Ja, narodno zabavno. Ko pa boš drugega, če je veselica? Ja, moram, ne. Ja, ajde, ja. Okej, v redu, to je tudi res, ne. Naprimer, jaz tudi, vse imam rad to musko, ampak da bi jo pa cel dan poslušal, hvala, ne. Poj pa, ne vem, jaz imam, naprimer, ful sem v rock padel, poj sem padel v alternativne verzije rocka, pa take stvari, pa v klasično musko že tako poslušam. Naprimer, zelo sem preveč na tete orientalno musko pa tako naprej. Ful me take stvari zanimajo. Jaz, naprimer, playlista moja, če greš dol v Spotify, to je elektro, ker naenkrat greš na orientalno, ker naenkrat greš na neke nove verzije muske, na neki matematični rock se reče, ful je tak na 3/2 ti ruka, zanimiv princip, ampak jaz nimam definiranega specifičnega okusa. Jaz imam še eno klasičistično musko noter, orkester musko imam noter v liked playlistu. In jaz grem to skozi, pa sem tako, v redu, to mi je vse všeč, ne, ko pa naj. Uživam v tem, pa poslušam, pač kva češ. Zato je, naprimer, tudi bom rekel, ziget. Če greš na kjerkoli festival, kadarkoli v življenju ziget. Za vsakega nekaj, ne? Ja, realno za vsakega nekaj. 6 velikih stageov, ene 12 manjših stageov, ene 14 mikrostageov, ti najdeš vse, kar kot hočeš. Realno imaš orientalno musko, imaš tehnažo, imaš velike artiste, imaš, ja, tehnaža je pa tam huda. Tehnaža je pa tako huda, da rabiš čepke v prvi vrsti imeti, ker smo mislili, da bomo umrli. Budimpešta tako znana potem. Ja, ziget je, mislim, da skoraj najboljši festival
ne na svetu, ni definitivno, ampak v Evropi od Tomorrowlanda, boljši. če Ja, Tomorrowland Tomorrowland, ne šteješ zaradi tega, ker je sama tehnaža. Če Tomorrowland šteješ, je EDM, tehnaža, take stvari so, ne, to je bolj elektromuska. Tle je pa vse bolj live koncert, ono 3. 4. naprimer, prišel je Martin Garrix na zigati. Trikrat mu je sound system crknil tam gor, samo tisto komercialo je vrtel, vse so dobre muske, sam on je vrtel musko, on je realno vrtel musko in sem bil tak, jaz v tem ne uživam, ker vem, da vrti musko, on nič ni spremenil muske. Pol pa zadnji dan je pa bil en izvajalec neki na novo, je prišel Fred again. Tip je ne vrtel muske, ampak tam gor mešal musko. Če poznaš musko, boš točno vedel, kukor te podaljšal en del, kukor te skrajšal en del in on tam gor to vse sam dela. Vmes je na klavir začel špilati, na kitaro, nekaj je tako špilo, sound system je ono 3. 4. žurka, totalna žurka, ampak je pa tudi drugačen princip, ker ni čista elektronika, ampak je tudi bolj tako chill v druge, veš, alternative seka in je bolj zanimivo in tudi veliko artistov zdaj gre v to smer tudi. Tisti, ki so že pač naprimer v tej Martin Garrix, ne vem, če bo glih šel. Je pač, on je Hiti hitmaker, ne? ne bojo, ja, on je takrat Drugo bil. pa je tisto, da ti ustvariš sočasno. Ja, zraven še delaš, sej ne rečem, oni tudi kdaj pa kdaj vrtijo, sej ne rečem, sem pač, pa imaš pa tiste, ko zraven pojejo, pa se nekaj ono 3. 4. ful dober, je tako občutek, dobiš, da on uživa zraven tebe. Naprimer, ne vem, kako je on, pač Garrix, ne, sej dobro musko ima, nič ne rečem, sem pač istočasno, pa tudi ne vem pismo, on tam vrti, ok, v redu, sej dela, sej ima tiste efekte, ono 3. 4. ampak istočasno pa ne vem, a ti realno tukaj uživaš, kakor pa on, naprimer. Pač tak princip mi je, ker ko gledaš, naprimer, stage, ko imaš približane, ne vem, on je tam skakal ono 3. sej je delo, sej nič ne rečem, tudi Fred again, on je tudi skakal ono 3. ampak on, ko je začel se koncentrirati, da je mogel musko narediti tako, kakor mora biti, on je bil sam noter, pa je začel delati in so tako, ok, v redu, to je nekaj čisto novega. Ne vem, tak, zanimiv princip, plus da je sproščeno. Ni slovenski festival, bom tako rekel, slovenski festival je... Slovenski festival, Castle, na Castle sem bil, Jaz pa sem na ne bil tistem, Castle je čisti rock, pa take stvari, Castle Kolpa je pa tam, ko je še bil elektrofestival, je Tušotek nekaj bar. tam pri Soči, ne? Ja, pri Soči je Castle, Tušotek baru je pa v Ljubljani. Sam tu ni festival, Tušotek baru je eno nuča, ne, sem tu že spet, sami Slovenci so. Ok, v redu, se to ni tako velik problema, ne, če se poznaš, če si dost pijan, bom tako rekel, tebe nič ne moti. Na Castlu je isto, če si dosti pijan, tebe nič ne bo motilo, ampak to so nekateri tečni tam dol, to realno so tečni ljudje tam dol, niso glih tukaj sproščeni. Ko sem pa prišel gor na zigat, nisem videl niti enkrat nisem imel problema z nobenim človekom. Irce smo imeli za sosede, prva stvar za dobro jutro, tip je 2 litra Jacka ven prinesel, pa je rekel, zdaj ga gremo pa pit. Pa jaz tako gledam, kako si ti pretihotapil to noter, pa tako nekam noter sem dal, prišel ven z Jackom, pa je rekel, zdaj ga gremo pa pit. Ja, ampak veš, tako princip, naprimer, tudi vsi sproščeni, nobeni nesramen, da en drugega, to imaš... Z veseljem se družijo, ne? Ja, Ni ga sram se pogovarjati s tujcem. noben ti tudi ne sil svoje unih. Veš, koliko je bilo različnih, iz Nove Zelandije smo ene par ljudi spoznali. Tu so bili sami Irci, eni so bili iz Južne Afrike, eni so bili iz Tajvana tam, pa smo jih spoznali in to so bili vsi naši praktično sosedi, so bili, ful je bilo tako pomešano. Pa si imel pa tisti, veš, trans, ta cel LGBTQ plus community, kako se že reče, nisem siguren, ne bom nič rekel, ampak to so imeli... Ja, da ne bom noben zameril, to so imeli prav en stage tam, ampak ko si ti prišel noter, ti si užival, zaradi tega, ker so oni uživali. Prav videl si ta občutek, veš, ker si bil sam tak, oni se ne vsiljujejo v tebe, noben se ni vsiljeval v tebe. Niti enega nisem imel, da bi bil tam zuno zastavo, pa bi se drl mjena ali pa nekaj tasga, vsi so se imeli fajn. Ni bilo protesta. Pa ja, ni bilo nek tak, veš, da so zadirčni ali pa te karkoli začnejo proti tebi, veš, kao, a ti si tak, ti si ono, veš, mi smo taki. Če tako študiram njihov community, kje vidiš, večinoma na protestih, ne? Ja. Se pa, tu pa so... Drugače se sploh ne radi izpostavljajo. Ja, Pa imajo zastave sobo? Ja, imajo, ampak veš, kaj je fora? Zastava, ampak da pride do tebe, pa da ti karkoli reče nič. Ja, Samo zastavo imaš, ajde. Samo je, ne. Ja, dobro, mi smo tudi imeli slovensko zastavo tam, ja, Joker Aute, prva vrsta, hop, ko češ božga. Te vrede, ne. Ampak Joker Auti so bili, sorry, tudi to bom rekel, Joker Aute v Sloveniji, mater bože, da jih nisem mogel več poslušati. So prišli gor, niso bili naduti niti naduti, ker so vedeli, da so na main stageu so bili, niso smeli biti naduti in so lepo se
obnašali. Vse oni so nula proti. Ja, oni so totalno nula bili. Pač je bil tisti, veš, zaradi tega, ker je slovenska muzika, le uživaš v tem, ne, si misliš, ok, se te poznam, vem tvoje muzike, smo uživali, nič ne rečem, ampak istočasno si pa tako misliš, oni so bili realno nula, kot si rekel, ne, si tak, kaj bojo pa oni naredili? Nič, pač vse so naredili nek šov, druga pa nič. Bilo je Slovenci, sami Slovenci so bili tam, druga pa nič. Pa si pa naslednji dan videl, koliko jih je bilo, smo pa stali za te tretjimi vrsto basov, ko so bili v luftu tam na sredini, nismo prišli do tiste točke, kot smo bili na Joker Outih. Ne prideš noter, zaradi tega, ker pač tako so bili, en zraven drugega, nema šanse, ne prideš. Pa to vsak, joj se opravičujem, joj oprosti, joj ono. To so bili šotori kar po tlehnih postavljeni. Jaz sem prišel enkrat mimo, pa sem šel mimo 3 šotorov, pa me tako en pogleda, you wanna drink something? Pa je ajde, kaj. Okay. Drog je dosti? Ne, ful ni, zaradi tega, ker ful regulirajo. Imaš, naprimer, ljudi, ko se ful hočejo, pa ful imajo neke stvari, ne vem, spušajo, naprimer, čike spušajo pa take stvari. Že električne vape ne spušajo noter. Aha. Pa v civili so skozi. Aha, to ti ki preverijo. Ja, in to jih je, preveč jih je, prav preveč. Naprimer, pa tudi cel otok sam po sebi je tako 20 minut. To je otok, ne? To je otok. Sem cel čas hotel zdaj vprašati. Ja. Ti greš čez most Ja, in in ti si sam na otoku. to je meni en kolega razlagal, da je glih ta koncept, da si ti na otoku, glih poseben, zato ker si res izvzet iz Ja, nekega nič normalnega nimaš. območja, pa si kao lahko tam kajkoli hočeš biti, zato ker si izoliran. Ne? Ti si v bistvu ti, to je princip Ziget Island of Freedom, pač res, pač tisti otok svobode praktično se reče. Ti si lahko tam, kakor si, ampak tudi bom rekel tako, na 50 metrov WC je. WC je kot postavljen WC, ne Dixi, WC. Tuši kot tuš kabina, ko si se lahko zakril. Ko bo gužva, je to fejs dolgo čakaj za prejšnjo vrsto, ali kak, ne vem, Veš, ko prideš noter, da prideš noter, niti ni tako velik problem, mi smo bili čist prvi tam. Čist prvi smo bili, prvi dan, mi smo bili ob 8 tam, ob 9 so šele spušali. Tu se je tuk napolnil, da sploh nismo mogli noter priti od začetka, ne. Poj, ko smo pa noter prišli, to je pa tukaj velik otok, da se razgubi. Tatih, ne vem, koliko je bilo, največ, da jih je bilo 450,000 na en dan na otoku ljudi. To je ful preveč ljudi. Ampak skozi cel teden je pa tako 450,000. Ja, Pol milijona. pol milijona ljudi, ja. Zdaj pa ne vem, koliko jih je pa ta let obiskali, mislim, da so rekli, da nek tam največ, ko jih je bilo na otoku, je bilo malo manj, ni bilo toliko veliko ljudi. Ta let je bil malo tak zasedba, tudi ni bila čista prava, pač niso bila znana imena, ampak glih zaradi tega je bilo pa za nas ful dobro, ker mi pa glih ta imena poznamo, ker niso tako znana, veš, da greš Ker ti poslušati. si poznavalec glasbe, ne? Ja, malo se v to vržeš in pol druge tudi. avtorje ti tudi poznaš. In pa ti, naprimer, ne vem, neki Avstralci so prišli, nek Michen State so imeli, pa so tam jamali. Veš, da poznaš neke muzike. Najboljši niso nujno najbolj poznani, ne? Glih to. Ja, pa tudi tebi osebno, ne? Ja, glih to, pač manj znani so skoraj boljši, bom tako rekel, zaradi tega, ker pač oni pridejo kje pa oni naredijo najbolj šov, ker pač itak morajo ga narediti. Zaradi tega, da bojo pol poznana, ne. Ko pa imaš ti od unga, ko je najbolj poznan, ko ti bo pa un naredil, ja, tudi če se potrudi nekaj narediti, ne bo nikoli prišel do te točke, kakor pač ti misliš, da bi lahko prišel, ne. On te bo zmeri skoraj bolj razočaran. Na tistem, ko si najbolj hajpan, skoraj mislim, da navdušen, da ga hočeš slišati, on te najverjetneje bo zmeri razočaral, ker ne bo prišel do tiste točke. Na tistem, ko pa si tak, sam da ga slišim, on ti pa naredi take stvari, da Bog pomagi, res. To so neke take... Kjer so recimo taki avtori, ki so bili? Zdajle Fred again je bil, ko je iz Amerike, on je ful znan, Grandson je bil, je iz Kanade tak znan, iz Eurovizije je bil on, ko je iz Hrvat? Nizozemske, ne, Ne. Nizozemsk, ko je Europapa, ko je pel, ko so ga ven izključili. Ne gledam Eurovizije. Ko so ga izključili takrat ven, zaradi unga, ko so z Izraelci imeli neke probleme. Sam mi smo prišli Oni, kje? ko so bili tako oblečeni. Ja. Pa tako Zdaj pa ti se moraš zavedati, mi smo kje prišli, pa smo mislili, ta bo imel pa neke pop songe, ne. To ni bila pop song, to je bilo hud tehno na enem stageu, ko si pričakoval, da ne bo tega, ne. To je bila taka tehnaža, da Bog pomagi. En je prišel, pa je klasično muziko z EDM tehno pač povezoval.
in je imel gor ne cel orkester, tako 10 ljudi, ko so na pozavno pa na trobente špilali. In to se jih je slišalo zraven, ko so špilali. En večer mislim, da so bili cel orkester tetih, ko so sam igrali na tete inštrumente in je bila tudi nek tak tehno princip z Only You and Me, pa take od Martin Garrixa, vsi so špila, ampak to se drugače sliši, zaradi tega, ker pač naprimer že spet slišiš tubo, ko začne in ti misliš bas. On je pa na tubo tam špilo, pa se je isto slišalo, ampak si bolj uživo zaradi tega, ker so oni špilali, v živo, veš, in imaš ta feeling že spet. To so neka taka imena, Mute je bil to, pa ko je bil še Aurora, pa Aurora, ko je Let It Go, ja, ono. Čak ti malo, tudi mi smo mislili, kje smo prišli na ti stage, ona bo one skandinavske, neka tehnaža mi je začela nabijati, smo bili tako, ok, v redu, ona začne tam pet na tehnažo, mi tako, ko smo mi tle prišli, mi se sploh nismo zavedali, mi smo ravno bili nad vsakem artistom, smo bili skoraj bolj presenečeni, kot pa nad Martin Garrixom, ker si kje prišel, si mislil, ok, to bojo imeli, neki čist random so začeli nabijati in si tako, ok, v redu, to pa je šov, ne. Če smo uživali, mislim, da nad enimi Mehičani, ko so nastopali tam, ker so mehiške muske nabijali, mehen stage spet, ampak tu so tukaj uživali, zraven se začeli dreti mehiško, pa kar naenkrat ameriško začeli, to je bilo tako, to si tako, ok, v redu, užitek. Uže? V pismo. Ja. Manje Mi smo prišli iz kemije na veš kaj na fora? rave partije, pa Kemijo klasično glasbo? ja, ne pa smo šli postopoma. Problem je, ker sem v obeh vodih odraščal, ne. Ampak mi je pa užitek, veš, v tem, zaradi tega, ker tudi s kulturniško stranjo vidiš ljudi, z naravoslovno stranjo pa vidiš stvari, ko se dogajajo okoli ljudi. Pač zelo je taka in pač sprobavam nekako obe strani videti. Pač kulturniško sem malo zapustil, pustimo ta del, ampak pač, ker mi je bolj ta naravoslovna. Bo morati kdaj kasneje prišlo, ne? Veš, tudi čas, ko te bo. Se mi že v kelnerstvu pomaga, da se lahko pogovarjaš normalno z ljudmi, kateri so ti tečni. Da se lepše pogovarjaš in da se oni slabo počutijo, ko se tako nesramno do tebe obnašajo, prav tako moraš delati. Če boš povedal ti, ki zdaj poslušam, ki se nesramno obnašajo v gostilni. Kva, vse vejo, kjer so. Vse to, kot kelner se to glih naučiš prenašati. Prenašanje, definitivno. Pa samokontrole, definitivno. Jaz sem slišal, da slab dan ima, ne komentiraj, ne. Misli si svoje, pa se lepo obnaši, pa je to to. Dale nasmešek tisti poslovni. Prideš noter, pa si misliš, zdaj bi pa empir zapasil potem, na kar sem jaz slišal od tebe. Slišal sem, da če hočeš osebo spoznati, pa lahko lepo vidiš, da če gre ta skupno pijačo, kako se on do kelnera obnaša. Ja. Do neke osebe, ki tebe kao služi, ki je tu za tebe, če si hvaležnostjo pristopiš, ne? Ali pristopiš ti z neko zvišenostjo, ti si zdaj, jaz bom zdaj tebi pokazal moj imidž kot kelnari, ne? Kdo sem zdaj jaz. In lahko hitro osebo spoznaš, ne? Kaka je z kelnerom. To so glih ene bile, ne, pri nas nazadnje, so se prav skregale s kolegico, ker sem vprašal nazadnje. 4 so hodile skupaj, zmeraj nam pit, ko na Poštni ulici delam. Kjer je restoran, oziroma katerem boru? V Izabeli. Zraven Piafa. To na levo, zdaj Levino je nasprot, v bistvu imaš ti Fudo, Piaf, Izabela, CLC. Pol imaš pa Levino. To je ta lepa, ko ima veliko steklo, ne? Ja, tiste, vsi smo kar dragi, ne bom nič komentiral. Malo predragi smo. Možno, teže. Ampak je pa tudi, na primer, fora je, so prišli zmeri 4 kolegice in ena se je zelo tako zmeri nekaj komplicirala, jada. In potem smo jo enkrat nekaj narobe prenesli in se je razpizla na eno kelnerco našo. Ko češ, ona je prišla noter, smejala se je videl, da ji nekaj ni bilo všeč, ne. Pa pridejo, ne vem, čez en mesec, 3 že spet, pa jaz tako rečem, ok, pa vaša kolegica, pa tako rečem, zaradi tega, ker se je pač videl, da pač ona se ne zna obnašati v družbi. Prav tako so naredile. Sam zaradi tega. To, ko si rekel, ne, da pač vidiš, kako se do drugih ljudi obnaša. Se to je tudi, na primer, trgovine, ono, 3., 4., to se tukaj vidi, na primer, kjer človek v bistvu spoštuje tebe kot človeka, ne pa kot to, kar delaš, ne. Ti moraš človeka spoštovati zaradi tega, ker je človek, ne pa zaradi tega, ker kar dela. Se pač, kaj češ, pač prišel je tle, pa je dela, pač očitno, ali ne more druga delati, ali pa pač
ne vem, je študent, ko češ, pač se tudi študent je, tu smo, na njih se lahko razderemo, bom tako rekel, stranke zelo hitro mislijo, ker mi nimamo slabih dnevov, ker smo študenti. Ja. A to resno mislijo? Mislim, to kot ti kot kelner, študent. Zelo imaš tako občutek. Ali študent kot gost? A ne, študent kot kelner. Okay. Pa gosti do tebe, da se tako obnašajo. Ker pa so zmeri tako, se te pa ne gre slabo zaradi tega, ker si študent. Pa jaz tako, jaz delam. Vem, da mi ne gre slabo, ampak jaz delam tle. Sem pač vseeno, mogoče imam slab dan na faksu, pridem sem delati in pol ti še mene tle realno zafrkavaš v glavo, a ne? Zakaj? Saj imam jaz tudi slab dan, saj si ga ti tudi imel, a ne? Saj zastopim te, sem pač, zakaj si to na mene? Ali jaz to na tebe devam pismo? Saj bi lahko. Sem pač, to ni kulturno, osebno rečeno. Pač glih to je tudi ta vikanje, ono, 3., 4., pač nekateri kelneri, zaradi tega, ker ne znajo spoštovati gostov, jih tikajo. Pač to je meni banalno. Meni je en to rekel, ko je delal v Mariboru, ne vem, kje dela, da jih tika, ker jih ne spoštuje. Pa sem rekel, ko ti ne tikaš ljudi, pa ko ti ne vikaš ljudi, ali ko ti tikaš, ja, tikam zaradi tega, ker jih ne spoštujem. Pa tak, spoštuj jih, ker so prišli do tebe, da so prišli sem, pa so se usedli, zato jih spoštuj. Nič drugega, pač ni treba jih spoštovati na ne vem kakem nivoju. Samo verjetno Bor niti ni zdaj, boš neki, če tega je ja, razumel. Ajde, ja, ne vem, pač pride tako. Kaj tečeš? Da smo še kelnarijo obdelali. Super. Na kam še gremo, v kakve druge vode? Ne se ne. Mrzle. Mrzle, Tople smo tudi obdelali malo. Ja. Ne. Zastavami. To sem mislil, ne. Unja Islandija, zdaj tu pismo, ne. Ne. Ja. Čim več potujte, to bom tudi rekel. Ja. Čim več. Da vidiš svet, da nisi izoliran na Sloveniji, bom tako rekel. A to si v rutini, ne? Ja, v rutini plus, da ti misliš, da veš vse. Nekateri, naprimer, to so starejše generacije, bom zmeri rekel, oni so preveč... Ko ne grejo ven. Ja, nikoli, ker je Hrvaška je edina država, v katero bomo šli. In je to. In še to takrat, ko grejo na morje, pa dejne sari. Ja. Več kultur, več da vidiš, kako se oni obnašajo, zakaj se tako obnašajo. Kam bi potoval naslednjo? Samo veš, veliko... Naslednjo? Mislim, naslednjo bom šel v Kopenhagen najverjetneje, zdaj s kolegico gremo gor na Dansk. Pol je pa zmeri bila želja Japonska, bom rekel, za en mesec, definitivno celo Japonsko. Pol pa še kak Bali ali pa kaj takega. Poglejmo še, kar lahko do zdaj. Pa na Islandijo nazaj, definitivno. Ker je tu lepa država, da bo hladna, pa trese se. Trese se? Mi smo bili v centru, v Reykjaviki, ne, pač glavno mesto. Jaz sem stov v eni štrcun, pa sem tako čutiš nekaj. A res? Ja, prav čutiš. To so tudi konstantno, ali? Tektonske plošče se tam stikajo. Tam je ta glavna gre skozi Reykjavik. In je fora, da tam nimajo tukaj močnih potresov, ampak so tako na urco 2. In mi nismo vedeli, pač mi z mamo smo to čutila, ostali, dva sta se smejala, ko smo bili še skupaj, ne. In pol pridemo pa na tato, ko imajo prav center, ne, za tate potrese, in tako kaže zadnjih 20 minut, kje so bili potresi, in imaš tako 15 pik na Reykjaviku, in tako gledamo in smo tako, kjer se zdaj smeji pismo, v zadnjih 20 minutah je bilo 15 potresov, pa kaj je stalo. Pač čutiš, ampak naprimer vulkan, ko je izbruhnil. Jaz sem tam gor Islandca vprašal, in kako je zdaj, ko je vulkan izbruhnil, pa tako, vulkan je izbruhnil, saj nimamo feelinga več, to na vsake 20 let en izbruhne, pa je to. Pa so tako, ok, v redu, pač, njim je to v lifeu. Je to normalno? Ja, normalno, pač izbruhne, to je to, gremo malo stran živeti, pa pridemo nazaj, hočeš. Pač to je njihov realno drugače živijo, plus sproščeni so. To je sproščen folk, tam se jim ne mudi. Tam je hladno, tam ti zjutraj... Oni so izolirani od sveta, če tako gledaš. Ja, pa tam ti tank lahko zmrzne, naprimer. Pa pač ne prideš na šiht. Kaj tečeš? Pač realno so taki. Traktor, odprte vrate, noter ključ. Zaupajo tako. Ja, kam pa ga boš pa prodal? Se veš vse sosede, pismo, če jih je 250 tavžnic na Islandiji, 125 pa živi v Reykjaviku. Ne mreš ga glih. Ja, na Zigeti jih je več. Ja, taki mali otok. Ja, pismo. Že ti ni logično, pa pismo na Islandiji, pa pismo tukaj malo, pač tako, vse imajo appe, da pogledajo. To je kar.
Koliko sploh smo? Dolgo. 1:38 je za tu, samo zdaj veš. Malo prej smo začeli rekordati, ne. Tako nekaj 1:35, samo mislim. Nice. Meni je bilo všeč, da si se odprl pa povedal. Sem videl tudi, da ti misli lahko široko grejo, nisi za mislim, da imaš razvejano tako mišljenje, kaj ti po mojem tudi kot znanstveniki pomaga. Definitivno ti pride prav, ja. Najbolj pa mi je bilo všeč, da, ne vem, če se to na kameri vidi, da imaš malo iskrice v očeh, da se ti svetijo. Vsaj, ne vem, pod svetlobo ali zakaj, ampak dobil sem občutek, da govoriš z iskrenostjo, pa da rad delaš to. Moraš. To mi je bilo všeč in ja. To najdeš. Mislim, da z leti bolj najdeš, ko hočeš delati, mislim. Meni pa je všeč to, da jaz imam fest malo urejanje tu. Aha, da govoriš. šaj, Ti si sam govoril, jaz sem- eno si govoril. ne. Ja. Jaz sem še mislil tako, da Ja. bomo... Vse to je v redu, moraš imeti gust. Mislim, zato sem te tudi vprašal, veš, če imaš plan asistenta, ker mislim, niti problem govoriti. A ja, ne. Veš, ker kot eni niso za to, da bi zdaj tam predavali, pa lahko prazno govori, pa magarite, veš, kako so zdaj današnji študenti, nič ne vpraša nišče, eni pridejo tja zato, ker imajo še vedno tisti vpliv srednje šole, ker more tam biti, ne. Malo težko, sam tudi naprimer... Včasih se definitivno- pogovarjaš sam s sabo, ne. Definitivno, ko bi naprimer implemental, kar so naprimer ti profesori, ko je zdaj ena profesorica, s katero ful sodelujemo, ona naprimer ful dobro začne. Tako reče, ja, bomo mi danes delali, zdaj pa tako, kdo ve, kaj je to. To je In najboljše. čaka, in To je čaka, najboljše. prav čaka, da en odgovori. In reče, jaz ne bom Prebije šla nek, naprej, ne. dokler ne bo en rekel Pa nekaj. že, ko pride čez vrata, dober dan, če reče. Ah. To je že meni tako razliko naredi, kak pa, če se on sede, pa je on stal v prostori, recimo, ne, pa on čaka, da ura bo, pa se stane, pa začne govoriti. Mi smo imeli profesora, dober dan, kak ste? Veš, Ja. in mi je ogromno razliko naredil, ker je bil malo bolj človeški pristop, človeški. V smislu, da je bilo dvosmerna komunikacija, nisi prišel na predavanje samo gledati. Aha, ja, ne. gledati pa poslušati. Da lahko sodeluješ ravno. V realnosti, ko ti raziskuješ, kaj Ja. ti samo gledaš, ne? Ja, glih to, ja, pa tudi res, naprimer, tudi mislim, da je glih ta raziskovanje, ne. Vse rečem, jaz raziskujem, sam te ideje, to s leti dobiš, mislim, da to definitivno, ker vidiš pol profesorje, realno profesore, ko imajo tiste ideje, sam jih ne znajo izpeljati. Pa imaš pa študente, ko imajo pač glih to tuk znanje, pač glih tuk so na nov, niso tuk v tem, ker si ti, torej so zmožni gledati v druge principe, v katere ti nisi nikoli potuhtal. Sveži um. Ja, nekako svež pogled na to, ker nisi tu koncentriran na tisto, kar je že. A ne? Pač možnosti je ful več, kot pa tisto, kar smo samo raziskali. Zakaj ne bi nove ljudi, kateri pač ne vejo, kaj se dogaja? Lepo. Ej. Meni se zdi, da lahko dodam eno pentljo gor, da pa če sem jaz začel, lahko ti zaključiš. Mislim, že bi si naredil zaključek, si ga ti prej naredil. Ja. Aha, Če si ga že malo začel. Dobro, ja. Hvala, ne, da je prišel. Ja. Lepo, da si se odzval. Hvala, ko si mi povabil sploh. Ja. Na Islandijo, nam lahko greš, da razkažeš. Ja, sej, Ti si že bil tam, ne? Meni je to slanska država. Severni si... ne vidiš. Ne. Čakali smo 4 ure, sem bil po koncu Pa zvečer. ni bilo. Pa ti povem nekaj, 4 ure spanca. Ne 4 ure spanca, vsega več dobiš. Sem tam je dan, Ja, tam je ja. dan ali pa noč. Nisi vajen po dnevi spati tak, ne? Ja, Mislim, svetloba moti spanec, ne? Moteč faktor. Odvisno, ja. ja, ko si študent, res svetloba moti, ja, definitivno. Ja. Mene, ja, Reči. pač jaz sem taki svoj, jaz ne po dnevi Mislim- spati. Jaz, da gre sonce gor, jaz se zbudim. A ja, sonce, ko pa svetloba nasplošno. Ker nisem še probal, veš, tako zdaj, da bi imel urni ritem, zdaj, ta 4 A ure ti misliš, sama. recimo, če bi neka svetloba vlada? Ja, da bi ja, računalnik kot lučka gorel? ali pa nekaj Ja, takega. ne, ne. A tiste pa ne moti, ja. Se tebe tudi ni motilo, ko smo bila skupaj vrh. Ja, res je, ni me motilo. Ja, jaz sem Pa do, saj tudi, jaz sem do 2 zjutraj sem normalno bil na računalniku, pa sem kaj delal. Pač, pa je spal, kaj pa naj, se pač ne morem pomagati. Jaz sem nekaj pisati mogel, pa smo kaj špilali, pa kaj nekaj tasga. Kaj češ? meni je bilo fajn. Pa midva Videla sva- si me, res. Mi smo kar dobro pač takrat delovali, ni bilo problemov. Nisi tukaj bil v naši družbi, ampak pač nismo se pa nikoli več skregali ali pa karkoli da je bilo Te, narobe. ko sem se vključil v vašo res družabno družbo, Ti si bil. mi je bilo fajn. Tiste, ja. Da sem pa nek urnik vzdržal, pa sem mogel se dostakrat izolirati, pa je bilo tudi težko.
da id stran od kakve družabne igre, street od kakega špricara stran, ker mi bi je pasalo biti zraven. Se kar taka družna je bila. Se je še zdaj je ista družna. Ja, ista družna, in se nisem. Pa še bom prišel, sicer. Definitivno. Pa zdaj tudi delam, verjetno. Kom? Še na pijačo, kdaj šla. Ja. Šestkico. 7K. Ne, Sramota. Kaj sem zamenjal, 7C smo bili. 7C, pardon. Tam, ko ni nobenega varnostnika, ko vsakič lahko noter prideš pa ven. Ja. Ja, ki ste imeli tak, Kluko. mislim, ključavnice ste imeli vun, da se vrata niso zaprla. A ne? niti ključavnice več ni zdaj gor drugače, ne. Ja, Glavne ja, vrate so brez ključavnice, ti sam prideš pa Ona pa odpreš. so tako odprta. Mani- Ja, ona so pa odprte. Meni pa tu pri lenti, veš, ko, ne vem, pridem s avtom, pa imam stvari zanesti, pa Ja. moram večkrat iti, ne. O, ne. In si ne morem niti zatakniti vrat, da se mi ne bi zaprla, ne. Ker če si daš, ti recimo te si s tepihom zatakneš, da ostane odprta vrata, ker so vzeli one... A ja, une, za podkajlat. Ja, so vzeli bek, ne. In jaz prijem, veš, grem samo gor, pa kaj bi opet prišel, če so odprta vrata, že zaprto, vse pospravljeno. Veš, ne vem, kaj te tako moti, ker skrbi tako, da je nešče Evropo, okay, ne Mislim, vem. v Sedemki vem, da je en brezdomc spal tam noter. Zaradi tega se je šlo. Baštirko je en brezdomc šel v lift, pa je spal v liftu. Take stvari. So bile štorije, veš, kot 6 let si že v Mariboru, logično, da par stvari vidiš, pa Ja, dobro, ti si slišiš, a ne. videl ziher, je več To se doživel. take stvari slišijo, da si sam tak, ok, v redu, to se lahko tudi očitno naredi, ne. Sam pač kaj češ. Ja. Študentsko življenje. Pa očitno še malo boš, more. A, definitivno. Ja, moraš ti celo zavedno, ali? Mogoče. Ja, Mislim, faks. samo mesto mi je všeč, ampak da bi pa v mestu žal pa definitivno ne. V mestu. V mestu Ne, nema šanse. Mogoče malo bolj tam stran proti Kalvariji ali pa nekam tam, ko so že hiše. A Tam pa je- tu, prelekija. Vseeno nekam, ne. vseeno nekam, kam Volt še segne, ne? Audio, kako volite, ne. Ja, ne, sploh Ne, to pa ne. Ja. Sem pa kar naenkrat njehov A si pod- ne. poletje je bilo fertik pol. Mislim, da resno? Volta skoraj Ker vem, ker ste dosti vi imeli Volta. Ja, vsega imamo še kar enej predragi cimer, on še kar naroča Volta. Res, za ful. smeti mi nismo imeli, ko smo Od Volta, ja, v Volto vrečke mečaš noter, ja. Se imamo še zdaj, veš, zaradi tega, ker vsakič tako eno najdeš, pa si tak, kjer je pa danes naročil, pa si tak noter vrgeš, pa kvačeš. Ja. Ne, to so. Super. Hvala, ker si prišel, ne? Hvala vam. Mislim, pot je bila ziher dolga, ne? Pa prvič slodih kraj zabil, zdaj si videl razgled, kak je lep, ne? Razgled je res lep. Zelo. Enkrat moraš še priti, za 1. maj si bil povabljen, ne? Ja, jaz sem bil na Islandiji glih takrat, Ja, ne, to je ampak- bila ta fora. To takega 1. maja več ne bo zadnjič, je bilo vse z moje strani. Tako da. A ja, to hudo. Aha, to zdaj že novo zgodbo odpiramo. Hecam se. Kaj je, saj? Ja, zakaj ga ne bo, ne? A Si zakaj se ga ne rekel bo, s to tvoje ne bom strani. govoril, jaz sem samo rekel, ker je zamudil šanso, veš, ker mi doživa tisti. Pa bi prišel, vse kaj še imam, Martinove klopotce. Veš, da bi ti malo kolega razkazala še nekaj, ker ni tako slabo tu. Zdaj gremo v Lotmerk na plac parkrat. Lotmerk pa ni isto, ali. Ormož. Ja, je Ormož. To ga še moram navičiti, pa ne. Da si zaugo rekel, kaj fumo bolnice imaš špelo. Ne. Ja, Benjamin, hvala, da si prišel. Hvala vam še enkrat. Ja, hvala. Čau.